Robert Golob je pred volitvami mlajšnjimi rekel, kaj bodo meni koristili nižji davki, razen da bom imel več denarja, pa ga bom zapravljal za neumnosti. No. Jaz mislim, da to ni tako. No. Seveda nižji davki pomenijo, da bomo plačevali manj za stvari. Čeprav v praksi pa spet vprašanje, ali bi to pomenilo dejansko znižanje cen, no? Ampak bi pa verjetno ublažili vsaj to podraževanje na dolgi rok, bi pa kasneje prišli recimo do nekih podražitev, ne? Ker bi bilo tukaj neke rezerve na tem davčnem računu. Ja, po mojem mnenju je potrebno davek vrniti nazaj na 20%, visokega pa nizkega na 8,5 iz 9,5, kot je bil že prej. Razpasel kot družba, pač kot da vsakmu nekaj pripada, ne glede na to, a mora za to kaj narediti, ne? In tukaj seveda je potrebno te stvari počistiti, tukaj je treba dejansko še enkrat narediti nek pregled, kdo je do tega sploh upravičen, kdo je dejansko nezmožen za delo, pa mu to pripada, ne? Kdo pa to dejansko izkorišča. Ne? In v teh primerih, recimo, če je nekdo sposoben za delo, ne, pa zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne more iti v službo, ne, bi lahko država uvedla nek sistem nekih javnih del, ne, pa bi tem ljudem dal nekaj delati, da si to zaslužijo. Sej je marsikaj... Dele, dost. Koste pospravljati. Tako, ceste pospravljati, smeti pobirati. Dobra stvar tega Šuterjevega zakona je to, v bistvu, da se je zdaj sprejel to, da otroški dodatek ne pripada mladoletnicam, ne, da je pač za to treba poskrbeti prej. Ne pa, da smo mi v bistvu nagrajevali to, ne, da so v bistvu te romske deklice, no, bom rekel, ne, rojevale otroke, zato da so dobivale otroške dodatke in v bistvu na ta način izkoriščale sistem. Ne. Mi smo jim v bistvu kar to nekako ponudili kot neko možnost zaslužka. Ne. Skupino ljudi, ne, ki ne bi bila manj izobražena, ne, od kje jim po v bistvu to poznavanje te zakonodaje, da to znajo potem vse te pomoči izkoristiti. Ne. Jaz bi se tukaj vprašal, če ni mogoče to neka organizirana družba, kjer v bistvu jim to nekdo iz vrha vodi, pa potem verjetno tudi pobira nek procent tega denarja. Ne bom reč rekel, da imam karkoli proti pravicam, ki jih imajo LGBTQ skupnost, ne? Ampak recimo, kar se pa tiče samih oziroma teh operacij, ki se zdaj dogajajo, recimo, da si nekdo spreminja spol, pa zdaj sem bral primer, da si ga zdaj že nazaj iz unega spola, že spet nazaj v naslednjega in da to financiramo mi iz naše zdravstvene blagajne, no? To se mi zdi pa skrajno problematično. Jaz bi zdaj rekel, da bi mogla država to sprejeti. Jaz sem samski, da mi mora država punco zrihtati, če nimam. Ja, če imajo vse pravice, ne počne meni država to pravico zrihtati. Mislim, malo za hec, ampak... Z nekimi subvencijami, se imaš primere, recimo Islandci dajo neke spodbude, če oženaš Islandko. Tako da mogoče imaš pa klej priložnost reči Islandijo. Vidiš, mogoče pa to. Dragi gledalci, danes je moj gost Nejc Škof iz stranke Zeleni. Povabil sem ga, da malo pove, kaj nam obljuba stranka Zelenih, zakaj se bojo zauzemali, kaj bojo preprečevali in tako naprej. Tako da tole bo en zanimiv podcast, poglejte ga do konca, stisnite en všeček, napišite kakšen komentar. Živijo, Nejc, hvala, ker si se odzval mojem vabilu. Hvala, Tomaž, za vabilo, Ti prihajaš iz stranke Zeleni, te mogoče za začetek povej na kratko, ne preveč na dolgo, zakaj se bo stranka Zeleni zauzemala v primeru, da pridete v parlament? Ja, torej, hvala ti najprej, da si mi dal v bistvu priložnost, ker manjše stranke imamo v bistvu zelo omejen dostop do medijev, pa do tega, da bi se sploh lahko predstavimo to, kar mi zagovarjamo. Zdaj mi gremo na te državnozborske volitve, gremo skupaj z stranko Generacij. Stranka Generacij je v bistvu nastala lansko leto z združitvijo stranke Desus pa stranke Dobra država. V bistvu so oni skupaj nastopili že na prejšnjih evropskih volitvah, potem so se pa združili. Mi smo pa kot stranka Zeleni Slovenije, smo v bistvu pač zavedamo se te omejenosti, ko jo imamo in tega 4% parlamentarnega praga, ki ga je treba doseči, da se uvrstiš v parlament, smo v bistvu zdaj sklenili sporazum o sodelovanju in gremo na te volitve z skupno listo. Zdaj, fokus nas zelenih, mogoče se ljudje narobe predstavljajo nas zelene, ker mi
nismo tako kot recimo stranka Vesna, ne? Mi nekako zagovarjamo neko realno zeleno politiko. Predvsem je tukaj kot zelena politika mišljeno to, da moramo mi poskrbeti za to, kakšno vodo pijemo, kakšen zrak dihamo in pa v kakšni zemlji pridelujemo hrano. Zdaj, fokus celotne te naše kampanje bo pa zelo pomembna tema, bodo tudi skrb za upokojence, glede na to, da je stranka generacij nosi to dediščino Desusa in pa seveda tudi v bistvu skrb za gospodarstvo, vzpostavitev nekega spodbudnega poslovnega okolja. Zaprav niste neka čist klasična zelena stranka, ki bi bilo ta glavno samo okolje pa... Mislim, pač ta evropska zelena agenda je po mojem mnenju, je nekako izgubila nek smisel, ker v bistvu gre vse v smeri nekega zelenega turbokapitalizma, kjer se financirajo projekti, katerih namen je v bistvu samo črpanje evropskih subvencij. Videli smo recimo primer vetrne elektrarne v Malem Logu, kaj se je takrat zgodilo, tukaj so pripeljali na državne stroške, seveda, ker investitor so bile Dravske elektrarne Maribor, so kupili rabljeno vetrnico v Turčiji, poceni nove, in so jo tam postavili, na koncu za to niso dobili niti dovoljenja, tako da ta vetrnica zdaj stoji, sploh ne obratuje. Do zadnjega pa v bistvu so nas prepričevali, da za tem ni nič narobe, in to v bistvu kaže nekako na to, kaj se v bistvu nam prodaja pod krinko tega nekega zelenega prehoda. Pa je to sploh možno, misliš, preprečiti vse te? To je korupcija, se pravi tukaj, jaz ne poznam tega zadeve, ampak če je tako, kot si rekel, kar verjamem, da je, se pravi, oni so kupili rabljeno vetrnico za celo nove, to je sigurno nekdo fino zaslužil. Ja, mislim, se tukaj je bilo več vpletenih, se potem zaradi tega je tudi odstopil direktor Dravskih elektrarn. Je pa pač zato, da v bistvu ne bom rekel, da je v bistvu zdaj samo to, seveda to je zelo velik problem, da sploh do tega pride, ampak to v bistvu kaže nekako na to realno sliko, da se v bistvu ljudje na tem zelenem prehodu hočejo nekako okoriščati. Tudi potem, če gledamo, recimo, zdaj imamo en primer, kjer bi isto družba Dravske elektrarne Maribor rada na jezeru, v Drožmirskem jezeru pri Šoštanju postavila največjo plavajočo sončno elektrarno v Evropi. Oni bi naredili nek splav in v bistvu pokrili več kot polovico jezera z temi sončnimi paneli. V bistvu je pa to je sicer umetno jezero, ki je tam nastalo zaradi tega, ker se je tam tisti rudnik udaril, pa se je ga potem zalila voda. Poznam ta jezero, zelo lepo jezero, ljudje se sprehajajo okoli, tudi že jaz sem dostikrat tam bil, tako da mi je poznano in na prvo žogo bi rekel, da je to velika neumnost. Velika neumnost. Tam je v bistvu priložnost za razvoj turizma na tem jezeru, marsikaj bi se tam lahko dali delati, mi bi šli pa to pokriti z sončnimi celicami. Zdaj, zakaj hočejo to narediti? Ker imajo tam možnost, verjetno zaradi te energetske industrije, tam gor to postaviti, ne rabijo nekih zemljišč. Ampak po drugi strani imamo pa v Sloveniji, zdaj, če bom točno rekel, mislim, da več kot 1081 ali 1082 degradiranih con, na katerih bi lahko take zadeve postavljali, poleg tega vse te strehe na javnih objektih, tam ne se gradi to, ne pa na nekem jezeru, kjer je priložnost za razvoj turizma, ali pa po drugi strani na prvovrstnih kmetijskih zemljiščih, da mi uničujemo kmetijsko zemljo s tem, da gor postavljamo sončne panele. To sigurno ni neka prava zelena smer. Se popolnoma strinjam s tabo, ja, tako da... Ja, poleg tega, jaz mislim, da je zelo pomembno za nas kot zelene, v bistvu, da zagovarjamo to našo samooskrbo z hrano. Mi moramo vedeti, da smo v določenih segmentih smo komaj 20 do 30% samooskrbni, in tukaj v bistvu se mi zdi, da v bistvu nobena politična stranka temu ne posveča dovolj pozornosti, da bi se mogli za tem bistveno bolj ukvarjati. Kaj pa meniš o teh stvareh, ki smo jih zdaj dubali, jaz bi temu rekel darila, zastonj vineto za 4 mesece, božičnico, nekaj so zmanjšali za SP-je, davke,
pa tako naprej. Kaj pa v tem misliš, je to darilo vlade ali je to njihova iskrena namera? Mislim, zdaj, kar se tiče teh stvari, ki so jih pri SP-jih naredili, v bistvu se gre, sploh kar se tiče normirancev, se gre samo za to, da so povrnili v bistvu na tisto prejšnjo stanje, kot je že prej bilo. Ne. Tudi, ko recimo pač ta izjava, ki jo je dal predsednik vlade Robert Golob, ne, da ko so ga vprašali nekdo, mislim, da na TikToku, ne, zakaj to delajo, ne, recimo, da se 5 let potem, ko zapreš normirani SP, da ga ne smeš več ponovno odprt, ne, je rekel, da je to čisto neumnost, bedarija, ne, v bistvu sami sebi kontrirajo, ne. Zdaj, pred volitvam seveda pa sprejemajo take zadeve, ne, sicer tudi druge vlade prej so pred volitvam sprejemale razne predvolilne bombončke, no, tako da tukaj težko govorimo, da gre tukaj o resnih namerah, pa predvsem, da gre tukaj o nekih premišljenih ukrepih, ne. Zdaj, mi smo imeli recimo to, da se je sprejel, da se mora izplačevati božičnica, zdaj, kar jaz ne bom rekel, da je v bistvu slaba zadeva, ne, ampak gospodarstvo se mora na to pripraviti, ne, to je treba vedeti vnaprej, mislim, vsaj 1 leto prej bi mogli to zadevo, da se to v bistvu v poslovnih načrtih, da se to predvidi, da se za to zagotovijo sredstva, ne, tukaj so imeli marsikatera podjetja, da so nekateri celo najemali kredite za to, da so lahko izplačevali te božičnice, ne. Prav tako, ne, kar se tiče vinjet, ne, pač izredno populističen ukrep, ne, pač ja, res je, da smo zaradi čakalnih vrst, pa zaradi gužve na avtocestah izgubili ogromno časa, ne, ampak s tem v bistvu, da so pač podaljšali za 4 mesece, v bistvu niso nič kaj dosti naredili, v bistvu samo premaknili so nam datum, kdaj bomo rabili naslednjo vinjeto kupiti, no. Lahko bi jo pa v bistvu tudi pocenili, no, glede na to, da družba Dars dela velike dobičke, ne, bi lahko ta cena vinjete šla tudi dol, pa bi v bistvu bil boljši ukrep, ne. No, jaz sem za to, da se, mislim, to je zanimivo, ne, da politiki vsi govorijo, kako bojo za dobrobit ljudi delali, ampak v bistvu jim pa vse dražijo, ne. Komunalo jim dražijo, vinjete dražijo, vse se draži, vse neke nove prispevke in tako naprej in skozi neki obremenjujejo, tako ko obremenjujejo podjetnike, tako obremenjujejo tudi gospodinstvo, ampak to se noben ne zaveda. Sicer kar se vinjete tiče, no, bi pa jaz tako rekel, da imamo pa kar dober, ker če greš na sosedno Hrvaško, ne, mislim, tam greš enkrat dol proti Dubrovniku pa nazaj, pa mislim, pa je že več kot pol naše vinjete, ne, tako da ja, to sem jaz z veseljem plačam, to ne vem koliko je 120 €, ne, tako da to je še kar v redu. To bi se jaz kar strinjal, na Seduni, ker se pač malo več vozimo po avtocesti, pa tudi če se malo spomnimo, kakšne so bile predcestnine, ne, je to zelo hitro pokrito, ampak recimo Hrvaška mogoče še ni tako drastično kot recimo Italija. Italija je pa res izredno draga, kar se tiče vinjet. Jaz ne vem, sem z Britancem sva šla za prikolico do Milana, ne, in to je pač cestnine v eno smer je skoraj 100 €, ne, če imaš prikolico zadnji zapeto na kombiju, ne. Pa, mislim, lahko pogledamo pač primere, ne, pač Avstrije, ne, ki pa v bistvu ima več avtocest, kot jih imamo mi, pa ima cenejše vinjete, ne. Poleg tega, da pri nas v avtoceste, no, ne bom rekel, da se nič vlaga, nekaj se že vlaga, se nimamo spet tako slabe, ampak recimo smo pa zelo zamudili, kar se tiče širitve in vzpostavitve 3. pasu, ne. Jaz prihajam z Vrhnike, pri nas je to vsako jutro od 8:30 pa do 8:30 so kolone in v bistvu za pot, ki ti rabiš v normalnih razmerah, recimo v nedeljo popoldne, ko ni prometa, ne, rabiš 12-13 minut do Ljubljane, ne, ti pa rabiš zjutraj 45 minut, lahko tudi celo uro, ne, ker stojimo vsakodnevno. In na tej vzpostavitvi tega 3. pasu vsi to samo obljubljajo. Zdaj sicer ne bi menda celo dobili okoljevarstveno dovoljenje, tako da bi lahko s to gradnjo že začeli, pa so jo spet premaknili na drugo leto, na leto 2027. Ne. Ljudje pa tukaj izgubljajo ogromno časa, mislim, lahko bi šli kasneje od doma, bili več časa za družino, ali bi pa prej v službi, ne, pa bili bolj produktivni, več naredili. To je čas, ki gre v prazen nič. Noro, ja. Ampak misliš, da pa ni tudi rešitev v decentralizaciji, ker vse rine v Ljubljano in eni imajo veliko zapovedati, čestitovo Jugoslavijo, ampak Tito je vsako vas dal neko mini tovarenco in je bilo teh migracij bistveno manj, ne.
Definitivno dobro, da si to odprl, ker tukaj jaz mislim, seveda prvi ključ k tej decentralizaciji bi bila najprej vzpostavitev regije, vzpostavitev pokrajine. Ne. Prenesti v bistvu določen del pooblastil, ki jih ima zdaj država, pa konec koncev tudi občine, ne, da bi jih prenesli na neke regije, ne, kjer bi v bistvu dejansko mi imeli potem veliko bolj skladen razvoj. Mi imamo danes, v bistvu imamo statistične regije, ki pa niso pomembne, kar se tiče tega, ampak kar se pa tiče recimo evropskih sredstev, imamo pa zahodno, pa vzhodno kohezijsko regijo. Ne. In recimo pri evropskih projektih so v vzhodni kohezijski regiji upravičeni do večjega procenta financiranja. Kar pa v bistvu je tudi določena težava, ker tudi v zahodni regiji, ne, imamo določene kraje, ne vem, recimo Idrija, Bovec, pa ta del tam notri, ne, ki je pa v bistvu tudi manj razvit recimo od Ljubljane, pa Gorenjske, pa od obale, ne, ki so bolj razvite, ne, pa so zaradi tega v bistvu prikrajšani. Ne. Imamo pa recimo tudi v vzhodni regiji bolj razvite, ne, recimo Novo mesto, ne, ki je bolj razvit del vzhodne regije, ki je bolj razvito recimo od Prekmurja, ne, pa imamo v bistvu spet tak delež financiranja kot tam. No. S tem bi v bistvu tudi to anomalijo popravili, ne. In seveda potem pa pride tudi do same decentralizacije, ne. Mi bi komot recimo prenesli določena ministrstva, določene javne službe v druge dele Slovenije, ne da rabi to vse skoncentrirano v Ljubljani. Tako se pa v bistvu dogaja, da čist vse rine v Ljubljano vsak dan, Ljubljana niti vpadnice, avtoceste niso sposobne tega prenesti, kaj šele v bistvu ljubljanski obroč, ki bi ga bilo obvezno potrebno ali razširiti ali pa v bistvu zgraditi še enega okolja, ki bi v bistvu namenjen temu tranzitnemu prometu, da bi Ljubljano sploh popolnoma zaobšel. Ne. Ja, to je dobra ideja. Drugače pa jaz mislim, da bi se dalo decentralizacijo čisto na enostaven način narediti. Za podjetje neka davčna ugodnost, pa takole taki kraji, kot so zdaj mi Osilnica pade na misel, ker mi je lep kraj ob Kolpi, ne vem, če poznaš, ne. Mislim, te subvencije se doskrat kje čist brez veze meče, če mene vprašaš. Ampak rečemo, lej, jaz bi pa tako rekel, ne, če bi bil jaz na vladi za Osilnico, tam ni nobenega tega nadomestila za stavbno zemljišče, nobenega komunalnega prispevka ne boš plačal, če boš bajto delal, bo to država plačala, pa bi koga motiviralo tja jet, ne. Ja. Pa tudi, ne vem, tam trgovina ne bo nobeden imel, zato ker ekonomsko se ne splača. Ne vem, če bilo pa mogoče tam, ne vem, pa manjši DDV bi pa mogoče kdo odprl, ne vem. Ja, v bistvu to, kar si odprl, ne, to se meni zdi tudi v bistvu ena od rešitev za to stanovanjsko problematiko. Ker jaz mislim, da to, kar se zdaj grajo v vladi, ne, predvsem Levica, ne, za to gradnjo teh javnih najemniških stanovanj, da to ni prava rešitev. Da v bistvu pravilna rešitev, pač glede na Slovenijo, pa glede na naše specifike, ne, da imamo toliko podeželja, pač to, da mi gradimo stanovanja v mestih, pa vse silimo, da tja rinejo, nekako ni pravilno. Mi bi mogli v bistvu na podeželju omogočiti mladim z tem, da bi jim recimo komunalno opremili zemljišča, pa jih dali po nekih normalnih cenah omogočiti gradnjo, da si lahko zgradijo svoje hiše. Ne. Vse določene take ideje so v Sloveniji že bile, ne. Jaz mislim, da je bila nekje v eni občini ali Tolmin ali Bovec, nekje na tistem koncu je bila že enkrat neka taka ideja, pa mislim, da potem ni bilo nekega interesa za strani države, da bi to zadevo speljala, ne. Da bi v bistvu poenostavili postopke, da bi pač, ne vem, občina, država odkupila kmetijska zemljišča, jih komunalno opremila, pa potem po nekih cenah 10, 20, 30, mogoče 50 evrov, odvisno pač kje smo, ne, kvadratni meter, dala v možnost prodajo mladim družinam, da si lahko tam ustvarjajo hiše. Ne. To je ena stvar. To je pa drugo, kar si pomenil, ne, da ni trgovin. Ja, to je pa spet ogromen problem, ki se dogaja na slovenskem podeželju. Zdaj, trgovci, ne, odpirajo supermarkete v krajih, ne, zapirajo se pa majhne trgovine na podeželju. In mi imamo starejše ljudi, ki dejansko ne morejo sploh do trgovine priti, ne. In tukaj se pa meni zdi dobra ideja, da bi v bistvu mi prenesli neko odgovornost na te trgovce. Ko oni zgradijo nek trgovski center v nekem kraju, bi mogli hkrati prevzeti oziroma
zdaj itak že več ni, ker so se zaprle te trgovine, odprt tudi neke manjše poslovalnice na podeželju. Ne. In tudi, če bi jim te poslovalnice pač delale zgubo, bi oni pač mogli to ukalkulirati v svoje stroške, ki jih imajo s tem trgovskim centrom. In njim bi bilo to tudi veliko lažje, kot nekemu privatniku, ko tam odpre trgovino, pa malo proda, pa mu poteče rok. Ne. Oni se lahko te artikle prestavljajo iz ene trgovine v tja, nazaj, ne, in s tem v bistvu poskrbijo za to, ne. Ker dogaja se, da se zapirajo se pošte, potem se ukinjajo se bankomati. Ne. Zdaj imamo recimo primere, ne vem, zdaj je bil nazadnje, sem zasledil, je bil Col nad Ajdovščino, ne, kjer zapirajo bankomat, ne, ki je odmaknen, vemo, kako je to daleč stran od Ajdovščine, ne, in ljudje sploh ne morejo tam niti do gotovine prideti. Po drugi strani smo pa mi pravico do gotovine zapisali zdaj celo v ustavo, ne, ampak kaj ti to pomaga, če je to tam zapisano, če tega v praksi ne moreš realizirati. Ne. Ja, to je, jaz prihajam tudi, živim v eni vasi in so nam tu trgovino zaprli, tako da je nimamo in to je za stare ljudi siguren problem. Pošto so nam tudi zaprli, ne, jaz imam pošto na naslovu Velika Loka, 8212, ampak te pošte ni več. Pa je na te pošti, ta pošta, jaz sem prepričan, da je plus delala, ker to je bila zmeraj vrsta. Stari ljudje so položnice hodili plačevati vse, tako da res nerazumljivo, mislim razumljivo, oni so se že zračunali, verjetno, da se jim to splača, pa nepremičnino so prodali, pa vse, ne, pa so do nekega denarja prišli, ampak ja, to bi mogla država nekaj ukrepati. No, kar se pa tiče tega stanovanj, ne, tu si zelo dobro povedal, se zelo strinjam s tabo, ne, da zakaj vse v Ljubljano se rine, ne, pa te stanovanja delati, pa še nekaj bi povedal, tukaj se pa upam to trditi, da to, kar bom povedal, da sem pa 100%, ker sem pa po izobrazbi gradbenik in imam tudi, mislim, ta objekt sem rečemo sam naredil, pa tako naprej, ne. Lej, če to država dela, to je čist predrago. Jaz poznam en objekt, ki točno vem, koliko je stal, ki ga je država delala, in jaz kot gradbenik vem, da bi ta objekt naredil vsaj za 3-krat cenejši. 3-krat cenejši. Tole me pa ne more noben prepričati, da se tole motim. To pa vem, ker tako je. In to je bila taka cena, pa ne bom rekel, ker me bo pol še kdo tožiti, če mogoče, da koga obdožujem, kakšne korupcije, pa to. Ampak to je bilo vsaj 3-krat cenejši se je dalo narediti. In to je... Ja. In država mora omogočiti ljudem, da sami delajo, ker oni bojo cenejši naredili. In s tistim denarjem, ki država naredi 100 stanovanj, bi ljudje jih 200 naredili. Sam da jim ti dovoljenje jim dej, tako kot si ti rekel, znižaj, dej mu zemljo po normalni ceni, znižaj mu komunalni prispevek, pa bo lahko naredil. Ja, poleg tega se tukaj skozi spreminjajo zakonodaje, ne, zdaj recimo, ne vem, zdaj nazadnje so bile neke spremembe, kar se tiče tega samograditeljstva, ne, kar je bilo pri nas še možno, ne, da si v bistvu ti lahko... Ja, malo da so ti sosedje pomagali. Ja, to sploh, ta sosedska pomoč, itak je zdaj, celo jaz sem objavil en posnetek, ne vem, če si ga videl, ne, ki je bilo lansko jesen, ne, ko je nekdo v Sloveniji v bistvu dobil kazen, zato ker je prijatelju, ker nista bila lih soseda, v sosednji ulici je živel, mu je šel pobarvati na pušč, ne, ja. Pa je se verjetno ga je nekdo prijavil, ne, da je do tega prišel, ker dvomim, da bi to Furs samo gotov, mu je Furs dal globo, ne, mislim, da je bilo 1200 € takrat, potem kasneje so sicer, potem, ko je bil to v medije prišel, so to potem spremenili v opomin, ne, ampak niso pa tega razveljavili, še zmeraj so ustrajali pri tem, da je šlo za delo na črno, ker je prijatelju iz sosednje ulice, ker nista soseda pobarval na pušč. Ja, pač Furs dela po zakonih, sej Furs ni tukaj nič kriv, tukaj je krivi tisti, ki so ta trapa zakon sprejeli. No, poleg tega pa to, no, kar se tiče, ne vem, če je sploh še, v bistvu, zdaj sploh še možno, da v bistvu sam gradiš hišo, ne, ali moraš v bistvu za vsako stvar najeti nekega izvajalca, ne, kar je tudi okay, po neki strani, ne, pač določene stvari seveda lahko narediš sam, ne, mogoče pač čisto vsega ne, ampak marsikaj da, in tukaj je treba pač zakonsko sprejeti take podlage, da je to ljudem omogočeno, ne, če so sposobni, če znajo sami narediti, če imajo voljo delati, ne, zakaj ne bi delali, ne. Mislim, se popolnoma strinjam s tabo, čeprav sem gradbenik, to ne vem, kako je ta zakon, ne, ampak lej, poznam ljudi, ki so delali bajto,
pa so se sami ploščice položili, dobro, elektriko napeljati, to moraš dobiti majstra, vodovod največ tudi moraš, ampak veliko pa lahko sam narediš, ne? Tako da je to, se strinjam s tabo. Kako pa vaša stranka bi rešila romsko problematiko? Ne vem, koliko spremljaš, ampak jaz sem tle z tega področja, jaz imam že 50 let z njim probleme, od 5 leta naprej so mi že tam grozili, pa me ustrahovali kot otroka in vem, kako je to in me tudi zelo moti, iz nekih takih področji, ki ljudje pridejo, rečemo tako, kot vrhniki, nimate tega problema in potem smo mi nestrpni, pa smo celo mi krivi, da je tako, kot je, ne? Kako bi vi to reševali? No, mislim, da zdaj se je, ko se je zgodil ta primer v Novem mestu, no, se je cela Slovenija v bistvu postavila na vašo stran, ne? Ne, jaz dobivam kontrakomentarje, ker sem tukaj zelo kritičen in mi ljudje tudi grožnje prejemam in vse in mi tudi pišejo, kakšen sem, da se spravljam na ranljive skupine, pa tako naprej, ne. Ranljiva skupina smo mi, pa noben drug. Ja. Ne, vse tukaj bi se jaz kar dosti strinjal s tabo. Pač, mislim, da moramo vsi imeti enake pravice pa enake dolžnosti. In to, da mi v bistvu nekomu samo zaradi to, ker so pač Romi dovoljmo, da živijo v črnih gradnjah, da jim jih ne porušimo, ne? Potem pa po drugi strani bi ni mogla država brezplačno narediti vodovode, brez da bi plačali za to komunalne prispevke, prepeljati jim elektriko, potem tudi ne plačujejo položnic. Mislim, to se meni zdi skregano z vsako pametjo. Lih včeraj sem bral en članek, kako v Makedoniji Romi protestirajo zato, ker so ustavili enega, ki je vozil brez vozniškega izpita. In v bistvu, da oni zdaj zahtevajo, da jim država pusti, da se vozijo brez vozniškega izpita, zato, ker so deprivilegirani, ker nimajo denarja, da bi si izpit plačali, ker niso dovolj šolani, da bi lahko izpit naredili, ampak rabijo pa voziti, ne, zato, da lahko služijo denar, ne. In to se meni zdijo pač absurdne zadeve, no, pač vse mora veljati za vse. In seveda tukaj zdaj, ne, so bili sprejeti določeni ukrepi za tem Šuterjevim zakonom, ne, in določene stvari so se tudi začele zdaj dejansko izvajati v praksi, ne. Velik halo je bil zdaj zaradi teh izvršb na socialno pomoč, ne. Tukaj bi zdaj mogoče bil malo zadržan, ne, ker pač dejansko v določenih primerih, ne, pač ljudje dobivajo tisto denarno socialno pomoč, pa je v bistvu zadnja faza preživetja, ampak seveda imamo pa potem izkoriščenja, ne, sploh za strani takih skupin, no, pa ne bom rekel samo Romov, ne, seveda tudi veliko Slovencev, ne, to izkorišča, ne, in zato je pa treba pač neko enakost pred zakonom postaviti in verjetno, da je bil to pravi ukrep. Noben ga ni silil, da dela prekrške, dobiva kazni. Jaz sem v 25 letih dobil samo 20 evrov kazni za radar. In to je to. In sej se zgodi kdaj, lahko se bo meni jutri naredilo, da bom nekje tu dobil malo večjo kazen kot 20 evrov, ampak ne more se ti to pa kar non-stop in oni se prav tega zavedajo in treba in... Te številke, ki so bile zanč objavljene, ne, a je bilo res, da je celo nekdo imel 80 000 evrov, mislim, da je bila taka številka 80 000 evrov ne iz terjanih kazni. Mislim, kaj moraš delati, da se ti toliko kazni nabere, ne? Jaz bi se skoraj upal staviti, da so se to tudi kar malo zajebavali, pa so zanjeli kje je radar postavljen, pa so šli, so rekli, da vidimo, koliko bojo, se nam ne morajo. Tako jaz mislim. Zna bi, da je res tukaj tazga. Ja. Poleg tega pa, no, mislim, to je bilo tudi ena dobra stvar tega Šuterjevega zakona, je to v bistvu, da se je zdaj sprejeli to, da otroški dodatek ne pripada mladoletnicam, ne, da je pač za to treba poskrbeti prej, ne pa, da smo mi v bistvu nagrajevali to, ne, da so v bistvu te romske deklice, no, bom rekel, ne, rojevale otroke, zato da so dobivale otroške dodatke in v bistvu na ta način izkoriščale sistem, ne. Mi smo jim v bistvu kar to nekako ponudili kot neko možnost zaslužka, ne, kot država, ko smo to možnost zaslužka, dobro si rekel. Sam kako pa gledaš to, kako to urediti, a se ti zdi prav? Romi dobivajo, zdaj so šele ven podatke prišli, ampak oziroma te vprašal kot nekoga, ki si v politiki, a si se mogoče pozanimal, koliko državo Slovenijo Romi stanejo na leto? Po mojem so to ogromne cifre. In tukaj je zdaj ven prišlo, da neke družine dobivajo po 3-4 tisoč, tudi 5 tisoč evrov na mesec. Mislim, lej, vsaki normalni družini, če daš tak denar na mesec,
to bi si tako lepo hišo naredili, lepo bi bilo urejeno okolje, prideš pa kdaj jambrajo, nimamo to, nimamo cel dan v lov gledate, dajte se pospraviti okolje. Saj takrat, ko veste, da bo televizija prišla, dajte se takrat pospraviti, češ drugega. Ja, zdaj pač o razlogih za to, no, mislim, da tukaj so pač razni zadeve, pa te njihove tradicije, pa te njihove običaji, pa tako je, ne, se lahko to rečemo, ne. Pač ne bi bil rad pač tukaj pač nestrpen do neke manjšine, kot so oni, ne, ampak je pa prav, seveda, vse to, kar govoriš, ima nek point, ne. Tukaj, seveda, pač, če imaš ti 10 otrok, ne, ali koliko je bilo tisti izračuni, ki so bili pa 3000 evrov, se pa na koncu to ne, 3000 evrov dobi družina, mislim, s 3 otroki. S 3 otroki? Ja. Mislim, malo na pamet govorim, ampak ne zelo na pamet. Sem kar spremljal to zadevo, tako da... Ja, to so pa potem res velike številke. Ne. Jaz seveda, tukaj so bili te izračuni noter enkratna, ki jo lahko zaprosijo, ne vem, večkrat, izredna denarna socialna pomoč, za katero lahko zaprosijo večkrat na leto, pač vse to, ne. Zdaj, glede na to, da gre za pač skupino ljudi, ne, ki ne bi bila manj izobražena, ne, od kje jim po bistvu to poznavanje te zakonodaje, da to znajo potem vse te pomoči izkoristiti. Ne. Jaz bi se tukaj vprašal, če ni mogoče to neka organizirana družba, kjer v bistvu jim to nekdo iz vrha vodi, pa potem verjetno tudi pobira nek procent tega denarja. Ne. Nisem nikoli to pomislil. Govorim na pamet. Ampak ima smisel. Ja. Ima smisel. Kakšno je po tvojem mnenje o obveznem služenju vojaškega roka za mlade fante? Mislim, tako bi rekel, no, da zdaj trenutno pač bili smo navajeni, da smo bili zelo dolgo časa živeli v neki občutku neke varnosti, ne, da se nam tukaj nič ne more zgoditi. Konec koncev smo tudi leta v začetku tega tisočletja vstopili v NATO, ne, in ta NATO je bil skozi nek občutek, da smo v nekem zavezništvu, kjer se nam nič ne more zgoditi. Ne. Potem pa prihaja zdaj do teh vzponov, ne, teh skrajnih idej, ne, pa recimo, ne vem, pa se je začeli z vojno v Ukrajini, ne, pa potem zdaj recimo z temi grožnjami Amerike, v bistvu, da bi zasedla Grenlandijo, ne, in tukaj potem se postavlja še enkrat pod vprašanje v bistvu te enotnosti, ne, če bi oni kar radi od nekega zaveznika zemljo vzeli, ne. Tako da tukaj je seveda zdaj vprašanje te varnosti postaja čedalje bolj pomembno, ne. Je pa res, ne, da imamo tudi v naši soseščini, ne, imamo, ne vem, sosednjo Avstrijo, ki ni članica NATO, ne, pa tudi nima obveznega vojaškega roka, ne, pa je nekako varna država, ne, jih zato nekako ne skrbi. Ne. Po drugi strani imamo pa zdaj v naši soseščini imamo pa Hrvaško, ki je zdaj prva to uvedla, ne, obvezno služenje vojaškega roka. Pa kaj pa vem, no, jaz ga pač nisem služil, jaz sem ta generacija, ne vem, ti si verjetno ga, ne? Ja, jaz sem nekako ta generacija, ko tega nismo, ne. Marsikdo pravi, da to ne bi bilo nič narobe, ne, da bi se tam marsikaj lahko naučili, ne, v vojski, ne. No, jaz sem še jugoslovansko služil in je to odlična izkušnja, če mene vprašaš. Je res zelo težko jeti, priznam, in do motože je hud, to vsak dan 1000krat si pomislil na dom, ne? Ampak so te reda naučili, znajdati si se mogel, samostojen si ratal. In jaz imam lepe izkušnje, jaz sem celo 2 leti nazaj, smo se dubli dol iz te kasarne v Kraljevo in je bil pač en organiziral srečanje in smo se dubli, sicer nobenega ni bilo z mojega voda, tako da sploh nobenega nisem poznal, ker to je bilo več generacij, ampak je bila dobra izkušnja, no, tako da... Zdaj, kar se tiče same podpore, no, pač jaz bi rekel, da ne podpiram, no, pač te obvezne se mi zdi pač čist v redu taka ureditev, ko jo trenutno imamo, pač za profesionalno vojsko, ne. Bi pa mogoče, no, bilo treba na to malo praviti še, pa tudi videli bomo, kaj se bo dogajalo v naši soseščini, kaj bo to recimo za Hrvaško pomenilo na dolgi rok, ne, opazovati zadeve. Ja. Nekje sem prebral, da si zagovornik legalizacije konoplje. V kakšnem smislu si to zagovornik? No, pa je to samo tvoje stališče ali tudi stališče stranke? Ne, to je tudi stališče stranke, se pravi legalizacija konoplje. Jaz sem v bistvu se aktivno vključil v to
že kar nekaj časa nazaj, no, tudi recimo pred prejšnjimi evropskimi volitvami smo imeli referendum, ne, na kateremu so se državljani so izrazili željo v bistvu po legalizaciji tako konoplje za medicinsko rabo, kot pa tudi za osebno rabo. Zdaj, v tem ta obstoječa vlada, ne, je kar nekaj časa čakala za ureditvijo teh zadev, potem so pa v bistvu lansko leto speljali zakon za legalizacijo konoplje za medicinsko uporabo. In mi smo potem temu zakonu celo nasprotovali, ne? Ker v bistvu mi smo v bistvu bili stališča, da je treba to urejati celovito. Se pravi, tako za področje medicinske, osebne, kot pa tudi industrijske rabe konoplje. V ta zakon, ki so ga pa oni sprejeli za medicinsko rabo, je pa v bistvu naredil samo to, da je v bistvu omogočil določenim posameznikom, določenim podjetjem, ki v bistvu se ukvarjajo z farmacevtskim družbam, ne, da pridelujejo to medicinsko konopljo. Popolnoma pa so prezrli v bistvu vprašanje samooskrbe, pa tega, da bi lahko tudi kmetje to pridelovali, ne, to, kar smo mi skozi zagovarjali. Tukaj je bila celo zadeva, da je pri pripravi tega zakona za medicinsko konopljo sodelovalo eno podjetje, ki bo v bistvu zdaj imelo od tega neposredne koristi, ki bo v bistvu zdaj imelo licenco, da bo to lahko pridelovalo, ne. Tukaj je tudi, če se ne motim, no, dobila ena poslanka od strani predlagateljev celo opozorilo za strani protikorupcijske komisije, zato ker so to družbo vpletli v pripravo samega zakona, ne. Pa tega mislim, da niso razkrili. Potem pri vprašanju osebne rabe se je pa ustavilo. So pa potem to zadevo začeli sprejemati letos poleti, ne? Ampak oni so po mojem nekako vedeli, da če bojo to zadevo, da morajo to zadevo za medicinsko rešiti prej, če hočejo pač nekomu prenesti koristi, ker skupaj te zadeve ne bodo mogli speljati, ker se je tukaj pa uprlo Ministrstvo za zdravje, pa Nacionalni inštitut za javno zdravje, pa cel kup nekih agencij se je postavilo pa proti temu zakonu. Pa tudi že v sami kampanji smo takrat slišali, da tudi že predsednik vlade ni bil nekako naklonjen te legalizaciji. Mi moramo pač vedeti, da imamo zdaj tudi v Evropi, no, prej smo ga imeli tudi drugje po svetu, v Evropi pa predvsem v zadnjih letih so Nemčija, Luksemburg, Malta, Češka, recimo pa Češka velja za malo bolj konzervativno državo, ne, so to vprašanje uredile, so konopljo legalizirale, tudi za osebno rabo, ne. Zdaj v nekje približno takih količinah, kot jih je tudi ta naš zakon predvideval, ne. Ta zakon, ki so ga oni zdaj vložili, ne, predvideva, da lahko poseduješ pri sebi do 7 gramov cvetov konoplje, doma do 150 gramov cvetov konoplje, pa do 4 rastline na prebivalca oziroma 6 rastlin na gospodinjstvo. Kar so pač neke samooskrbne količine za neko samooskrbenega človeka, oziroma pač, če gre za tukaj za nekoga, ki je bolan, ne, ki pa rabi to za pridelavo konopljinega olja, recimo, ne, so pa te količine celo majhne, ne, bi mogoče lahko bile celo večje, ne. Ampak recimo, da so pač s tem hoteli zavarovati pred nekimi zlorabami. No, ta zakon za osebno rabo smo pa podprli, ne, se je pa ustavil, ne, je pa ta zakon od jeseni že naprej stoji v parlamentu in lik zdaj te dni sem malo preverjal, ne, kaj se bo dogajalo in v bistvu ni še nekega razporeda naprej, tako da vprašanje, če bodo to pred tem volitvam sploh dali naprej, ne. Se pa dogaja, no, tukaj bi pa res to pač očital tej vladajoči garnituri, da tudi že v prejšnjih poskusih te legalizacije konoplje se je ta tema zmeraj porivala na predvolilni čas, ne. Gre za eno tako, ne vem, tako vprašljivo področje, ne, da potem z njim pred volitvam nekako vsi nekaj obljubljajo, ne. Ne vem, pač to mi ni všeč, ker sem jaz le upal, da se bo ta zadeva končno uredila, ker grejo evropski trendi, svetovni trendi grejo v to smer. Recimo, če pogledamo tudi recimo Tajska, no, Tajska je pač ena iz držav jugovzhodne Azije, recimo regija, ki je res znana po najbolj strogi politiki do drog, ne, pa je Tajska recimo legalizirala konopljo, ne, je tam zdaj legalna, ne. No, ampak mi govorimo to v indijski
konoplji ali industrijski konoplji? Ne, tukaj govorimo pač, mislim, indijska pa industrijska. Pač vse je to ena in ista rastlina, samo pač koliko je vsebnost THC-ja v njej. Pač industrijska konoplja se pri nas trenutno pač obravnava kot rastlina, ki ima manj kot 1% vsebnosti THC-ja. Oziroma ne, 0,2% vsebnosti THC-ja. Določene evropske države, recimo Švica, so to mejo že premaknile na 1% vsebnosti THC-ja. Ker tukaj se gre tudi recimo za predelavo CBD-ja, ki je tudi neka zdravilna učinkovina. S to našo industrijsko konopljo z omejenostjo do 0,2 dobiš tudi toliko manj CBD-ja ven in to recimo za naše kmete potem ni uporabno, recimo če bi to za namene predelave CBD-ja sploh in pa ta nov zakon o medicinski zdaj to popolnoma onemogoča. Oni v bistvu ne smejo več pridelovati CBD-ja. CBD lahko pridelujejo samo te podjetja z licenco, ki jo imajo. S tem, da CBD ni psihoaktivna substanca. Psihoaktivna substanca je THC. Kar se tiče pa THC-ja, pač ja, mi smo v bistvu za popolno legalizacijo tako psihoaktivne konoplje kot nepsihoaktivne konoplje. Ker mi pač smo mnenja, da tukaj, da ta konoplja se uporablja, je prisotna na trgu in ta legalizacija ne bo povečala njene uporabe, bo pa omogočila, da se ta zadeva uredi, da bo dostop do te konoplje v bistvu nekako bil nadzorovan za strani države in da bo se tudi neki davki na ta način stekali v državno blagajno, ki jih bomo lahko uporabili pa za financiranje preventive. Seveda je pa treba pa strogo omejiti pač dostop mladoletnim osebam, oziroma tukaj je celo pač vprašanje te meje, ker nekateri pravijo, da se možgani razvijajo do 25 leta starosti in da lahko tudi do takrat povzroča neko škodo in tukaj je pa čist vprašanje nekih strokovnih odločitev, kje bi to mejo postavili. No, zdaj, če sem jaz tebe prav razumel, se pravi ti in tudi vaša stranka zagovarjate, da človek lahko čist legalno kadi travo in da je pol manj zadet. Tako. In kaj vidiš v tem dobrega? Namreč jaz moram povedati, jaz sem ful nasprotnik tega, jaz bi to prepovedal zelo rigorozno in mi ni to jasno in sem bil tudi na tistem referendumu. Jaz sem mislil, da bo mogoče 15% ljudi za legalizacijo, pa jih je bilo čez 50, jaz sem bil seveda proti, ker poznam veliko ljudi, ki jim je trava uničila življenje. Eni so pomrli, eni so v norišnicah, enem se je zmešalo, enem imajo razpadle zakone zaradi tega, uničene otroke. Tako da jaz ne vidim nič dobrega. Jaz bi prej zakon dal, da mora vsak Slovenec iti, ne vem, na Triglav vsak let ali pa kam drgam šport, ne pa travo. Jaz mislim. To tvoje stališče poznam, vem, da si zelo proti. Zelo. Ja, ampak po drugi strani pa poglej, pač isto škodo pač povzroča alkohol, pa je legalen, tudi zaradi tega razpadajo zakoni, se uničujejo družine, ljudje tudi pristanejo konec koncev v norišnicah. Seveda pač tudi pri vsaki substanci je tako, da če jo zlorabljaš, pa da če imaš neka nagnjenja k temu, recimo pač pri travi je pač veliko primerov šizofrenije, da lahko do tega pride. Ampak tukaj zdaj pač določene same posamezne primere izpostavljati, pa zrcati na celotno populacijo se mi ne zdi prav, ker jaz tudi poznam ogromno ljudi, ki jo uživajo konopljo, pa popolnoma normalno funkcionirajo. Tako da mogoče ta trenutek vprašanje, kako bo tudi ljudi, ki recimo pač leta in leta, bom rekel 20-30 let uživajo konopljo, pa so čisto normalno sestavni del družbe, zvečer skadijo en joint in grejo spati. In to je to. Seveda, če pa ti to zlorabljaš, pa kadiš to od jutra do večera, pa ni nič čudenega, verjetno, da se ti zmeša. Verjetno se prej navadiš, če sem en cajt bo samo zvečer, a bom ga pa še zjutraj, pa tako naprej. Verjetno je isto tudi pri alkoholu. Nič alkohol ne zagovarjam, tudi za alkohol bi mogoče mogli biti ne mogoče, siguren bi mogli biti bolj strogi ukrepi. Zdaj, ne bom rekel, da bi to mladem čist prepovedal, ker sem bil tudi jaz mlad in bom rekel, edina dobra lastnost alkohola je pa to, da sem prepričan, da bi danes marsikjer fant bil samski,
pa ne mu otrok, če ne bi bilo alkohola, ker mrzdo je svojo bodočo ženo spoznal, ki je bil pijan, ker da je bil drugače preboječ. In tudi jaz sem zato alkohol pil, ker da bom bolj korajžen do punce. In to je žalostno, sam tako je. Ne? Ja. Le, v tej dobi tega interneta, ne, ko je vse dostopno, ne, se dogajajo, ne vem, pojavljajo se razne sintetične droge, ne, vsak dan nove, ne, ki jih mladi lahko naročijo preko interneta. Tukaj je bilo tudi veliko primerov teh zastrupitev z temi sintetičnimi kanabinoidi, ne, kjer gre v bistvu za neko v laboratorijih pridelano substanco, ki je podobna THC-ju v konoplji, ne, ki pa so dejansko nevarni, zato ker gre tam za visoke koncentracije, ne pa tako kot pri travi. Ne. Za samo travo, ne, pač, da bi jo lahko toliko skadil, da bi umrl, pač je nemogoče. Ne. O drugih posledicah, ki jih pušča pa na psihično zdravje, ja, se pa tako, kot sem že povedal. Ne. Pač vsaka stvar, ki jo zlorabljaš, ne, lahko pusti določene posledice. Ne. Zato pa tukaj strog nadzor, močna preventiva, vlagati v to, da se ozavešča ljudi o škodljivih učinkih, ampak prepovedovati nekomu uživanje neke naravne rastline, ki pa obstaja v naravi, ki si jo ni človek izmislil, ampak je bila tukaj že pred nami, ne, pa skozi vsa ta leta, pa so različne kulture na različne načine uporabljale, to se mi pa zdi nepravilno. No, pač tukaj so različnega mnenja. Zakaj bi jaz to še zmeraj prepovedal? Zato, ker če neka stvar prepovedana, je le prepovedana, se le malo bojiš. To je zdaj glih tako, ki bi mi rekli, priporočena hitrost čez naselje je 50 na uro. Verjamem, da bojo ljudje pol veliko hitrejši vozili. Tako je pa tukaj, tako se zdaj pa saj malo bojijo, da jih bo nekje policija ujela ali nekaj tazga. Pol bo pa, mislim, ne vem. Je pa tudi tako, da je tista prepovedana stvar je zmeri slajša, ne? In če nekaj ni prepovedan, recimo, pač imamo določene primere, ne? Recimo Portugalska, sicer tam niso še legalizirali, ne? Ampak so pa dekriminalizirali, ne? Posedovanje, uporabo pač ne kaznujejo več zaradi tega, ne? Jaz sem pač delal neko raziskavo in so študije, ki v bistvu poročajo o tem, kako je sama uporaba za tem padla, ne? No, lej, če so študije tako rekli, že mora biti nekaj na tem, ne? Predvsem, kar se je pa, da ne bo kdo od gledalcev, pa tudi temu napačno mnenje za medicinsko uporabo, pa tudi če zastopam. Jaz tudi nekdo, če je bolan, zastopam, da vse proba. Tudi jaz bi vse probal. Bi se seveda najprej na uradno medicino obrnil, če pa ne bi tista bila, bi pa tudi to probal. In slišim neke zgodbe ljudi, ki so mi jih sami povedali, je mu probleme z revnem, pa je začel to smolo s THC-om jemati in je to čudežno zginilo. Ne, moja mama, ki ima pa isti problem, je dala pa neko zdravljenje čez fejs hudo z nekimi močnimi zdravilom, ki so imeli cel kup stranskih užinkov, tako da sicer ne bom zdaj rekel, da je uno boljš, ker to sem samo od enega slišal. Pa se veš kako, ne, za kakšne resne raziskave moraš imeti malo več primerov. Tukaj je tudi uradna medicina, dolg časa se o tem sploh nič ni govorilo, ne? Dan danes se pa to v marsikaterih državah, tudi pri nas že v določenih primerih predpisuje na recepte, ne? In v tej smeri naprej to gre. Zdaj, tukaj so verjetno še kakšni drugi farmacevtski ali pa ne vem, kakšni lobiji zadaj, ne? Ki nekako blokirajo tudi raziskave in pa predvsem uporabo tega zaradi raznih kapitalskih interesov. Ok, greva naprej. Aha, no pa še tole. Kaj pa podpiraš to, da bi se poslance testiralo na droge? To je bilo že parkrat podpiraš. To pa definitivno podpiram. Ja. Se pravi, poslanci so izvoljeni predstavniki ljudstva, ki morajo tam biti trezni in sprejemati odločitve v treznem stanju in to testiranje seveda podpiram. Kakšni so pa tvoji oziroma strankini pogledi, rečemo, na vso to socialno podporo, pa vemo, da pač te socialne podpore eni izkoriščajo, bi lahko dobilo delo, pa ga noče dobiti. Jaz sem celo na TikToku, en fant obstaja, ne vem, če si ga ti zasledil, ki se prav norca dela, da smo mi umnik, delamo in tako naprej. Z njim smo tudi uživo, sva skupaj bila in je tudi ta posnetek na mojem YouTube kanalu, sicer na drugem, objavljen in mislim,
jaz sem to vprašanje z vsakega politika in zdaj, če imam jaz narobe, ne me poprav. Meni se nikakor ne zdi pošteno, da nekdo doma leži in dobi mečken manj, kakor nekdo, ko vsak dan zjutraj vstane, gre v službo, mu ta služba povzroča stres in tako naprej. Če je kaj nepravičnega, se mi zdi to nepravično. Ne? Samo ljudje pa pravijo, da sem tudi jaz nepravičen, ki bi to komu ukinil. Tako da zdaj me zanima tvoje mnenje in tudi vseh gostov, ki jih bom imel v prihodnosti. Ne, tukaj bi se jaz kar strinjal s tabo. Jaz mislim, da smo se kar, ne vem, razpasali kot družba, pač kot da vsakmu nekaj pripada, ne glede na to, a mora za to kaj narediti. In tukaj seveda je potrebno te stvari počistiti. Tukaj je treba dejansko še enkrat narediti nek pregled, kdo je do tega sploh upravičen, kdo je dejansko nezmožen za delo, pa mu to pripada, ne? Kdo pa to dejansko izkorišča. Ne? In v teh primerih, recimo, če je nekdo sposoben za delo, ne, pa zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne more iti v službo, ne, bi lahko država uvedla nek sistem nekih javnih del, ne, pa bi tem ljudem dali nekaj delati, da si to zaslužijo. Sej je marsikaj... Dele, dost. Koste pospravljati. Tako, ceste pospravljati, smeti pobirati. Ja. Dela je dovolj. Stari ljudje imajo probleme, kje na vasi živijo, pa bi mu vsak teden nekdo prišel, pa bi mu malo drva na nosu, pa če na drugega malo pogovarjal se z njemu, kot tisti človek je nekaj naredil za to državo, najbrž, in si mogoče zasluži to. Ne? Ja. Pač v tistih primerih seveda, ko pa nekdo pač to dejansko potrebuje, ne, takrat je pa seveda to pravilno, da to ostane. Ne. Ampak verjetno, da je veliko tukaj ljudi, ki dejansko to izkoriščajo. Ne. Zdaj, v zadnjem času ne, se pojavljajo tudi pač ideje o nekem univerzalnem temeljnem dohodku, ne, recimo zaradi tega, ker marsikatera delovna mesta zdaj nadomešča umetna inteligenca pa to, no. To so pač neke take podobne ideje, da bi vsak mogel nekaj dobiti, ne glede na to, za to, kaj naredi. Ne. Jaz bi tudi tukaj rekel, da so pač to stvari, do katerih mora biti zelo previdni kot družba, no, preden se kakšne take zadeve sprejemajo. No, s tem univerzalnim temeljnim dohodkom si me prehitil, imam tudi vprašanje, kaj si misliš o tem, če sem te prav porazumel, podpiraš ta univerzalni temeljni dohodek, ali ga ne podpiraš? Ne, jaz bom rekel pač ja, dejansko pač se bo zgodilo verjetno s časom se bo začelo dogajati, ne, da bo čedalje manj recimo določenih delovnih mest, ampak se bomo pač mogli preusmeriti v določene druge sektorje. Se nismo neumni. Seveda, da nismo neumni. To je prav, ne, da v bistvu ne bomo rabili nekih rutinskih del, ki jih bodo računalniki namesto pravljali namesto nas. Ne. Ampak da bi pa zaradi tega mogli pa kar vsak nekaj dobiti, ne, tega pa ne podpiram. Kako po vaši stranki gledate na migracije, tako na legalne kot na nelegalne? Ja, to je tudi dobro vprašanje. No? Zdaj, kar se tiče nelegalnih migracij, se meni zdi, da je tukaj pač odgovor, če se nastavim. Pač nelegalni migranti tukaj nimajo kaj delati. Ne? Tukaj nimajo kaj dosti več razglabljati. Ne? Pač te ljudi je treba že na samem izvoru, oziroma čim se enkrat ugotovi, da so tukaj nelegalno, jih je treba iz države ven poslati. Ne? Kar se pa tiče pa legalnih migracij, legalne migracije so pa drugo, ne? Tukaj imamo pa, ne vem, seveda tukaj so tudi azili, seveda begunski in pa tako naprej, ne? Pa potem tudi legalne migracije, ko se pač ljudje preseljujejo sem iz celega sveta. Ne? To je pa pač seveda vprašanje, ki je v bistvu stvar, ki je v tem trenutku v bistvu sploh ne moramo ustaviti, ker mi nimamo več dovolj svojega lastnega kadra za toliko potrebe, kot je naše gospodarstvo ima. In mi delovno silo moramo uvažati. Zdaj, mi smo imeli pač nekako to srečo, ne, da smo v bistvu se zanašali na ta balkanski bazen, v bistvu smo imeli migrante, ki so prihajali sem, ki so dosti podobne kulture, kot smo mi, ne, pa podobnih jezikov, ne, pa smo to nekako sprejemali. Ne. Zdaj se je pa zgodilo, da se je ta bazen izpraznil, ne, in potrebujemo delavcev drugod, so začeli pa prihajati ljudje iz nekih tretjih držav, ki pa nam niso več toliko podobni, ne, pa mogoče malo drugače gledamo na njih, ne, ampak jaz v bistvu ne vidim v tem trenutku, vsaj za kratkoročno ne vidim nobene druge rešitve, kot da to delovno silo še naprej uvažamo. Dolgoročno pa seveda bomo pa mogli narediti spremembe. Mi bomo mogli popraviti našo demografsko sliko, mi bomo mogli to krivuljo obrniti v drugo smer, spodbujati rodnost, spodbujati to, da bodo imele
mlade družine, pač okolje, v katerem se bodo ustalile, imele otroke in na dolgi rok poskrbele za to, da bomo imeli dovolj tudi domače delovne sile. Drugače bomo kot narod slej ko prej izginili. Pa če bi zaostrili te socialne politike, se pravi, da ne moreš ti biti mlad, zdrav pa doma, ne, to pomeni tudi en migrant manj v Sloveniji. Ne? Ja. En migrant, ena družina. Ne, zdaj pride družina, je treba pol za šolstvo poskrbeti. In tretji in četrti, tako da ne. Ja, seveda se s tem, da imamo potem te neke migrante tudi, ki jim pripadajo neke pomoči, pa so samo tam v tistih azilnih domovih, pa čist nič ne prispevajo k tej družbi, ne nekoga, ki je prišel sem delati. Pač zdaj se dogaja v določenih sektorjih, recimo ne vem, v avtoprevozništvu, recimo, da prihajajo delavci iz Afganistana, Nepala, ne vem, iz katerih držav še recimo, ne, potem iz Indije. Iz Indije prihajajo k nam tudi delati medicinske sestre, bolničarke v domove za starejše. Pa zadnjič sem slišal en primer, da imajo zdaj okoli vratu neko tako prevajalno napravo, ne, in ki simultano prevaja, v bistvu, da se one lahko sporazumevajo, ne, ker niti ni časa, v bistvu, da bi jih lahko učili jezik, ne, ker tako krvava je v bistvu potreba po teh kadrih pri nas. Ne. No, jaz sem proti ilegalnim migracijam, proti legalnim pač tis, kar morajo so. Mi gre pa zelo na živce, posebej na Hrvaškem se to dogaja, da se spravljajo ljudje, pretepajo te Filipince, ki pri njih delajo, ne. Oni niso čisto nič krivi. Njih je država poklicala priteh nam delati. In zdaj verjetno na njih se tudi spravlja nekdo, ki je pa na socialni, namesto da bi on delal, on pa tega pretepa, ne. Tako da te ljudje, ki tukaj delajo, niso čisto nič krivi in se moramo mi do njih lepo obnašati. Še celo malo zahvalci jim moramo, ki so prišli sem delati v končni fazi, ker če ne bi mogel noben delati, nekdo bo smeti odvažal, kdo bo medicinskih sester ni pa tako naprej. Ne. Seveda, po drugi strani tudi od njih pričakujem neko, da se pač obnašajo po nekih naših običajih in tako naprej. Ne. Ampak te nelegalne migracije pa z nekih držav, kot je Maroko, rečemo, ki je to čisto normalna država, jaz sem že 3-krat bil, ne vem zdaj, zakaj bi mi mogli koga iz Maroka sprejeti, pa verjetno je še kakšna taka država. Tako da. Ja, kar se tiče ilegalnih, sigurno, pač tam ni nobena vojna, nobenega stanja, to niso neki politični begunci, ki bi jih tam sistem preganjal, pa bi imeli mi kakršnekoli potrebe, potem to sprememo. Glede teh legalnih pa ja, tako kot si povedal, se na Hrvaškem je tega, sam če se v Zagreb zapeleš, pa vidiš te fante, ki vozijo Volt, ne, vidiš, da so to samo neki migranti iz teh držav, ne, ali pa tudi recimo po kempih, ne, zdaj seveda vse čistilke, smetarji so nekako te Filipinci, ne, tudi Hrvati imajo po mojem mnenju, no, pa ne vem zdaj točnih številk, še večje težave za tem pomanjkanjem delovne sile. Ker imajo turizem, ja. Zaradi turizma. Zdaj recimo sem opazil lansko leto ogromno natakarjev pa iz Srbije recimo, da zdaj prehajajo na Hrvaško. Ja, to tudi videvaš, ja. Ja. No, je pa dolžnost, če mene vprašaš, dolžnost države, da tudi poskrbiš, da mladi ne bojo ven odhajali, nam najboljši kadri odhajajo, ne, tako da tudi če bi bila Evropa poštena, ne, mislim, v bistvu nam te bogate evropske države kradejo kadre. Mi smo ga izšolali, še bolj je to problem na Balkanu, ki še več greva, ne, tako da to je lopovska. Čeprav tukaj bi to rekel, da ne vem, so krive to druge države, ki ne kradejo, po mojem smo čisto sami krivi. No, najprej smo sami krivi, ja. Ker jim ne omogočimo pogojem, ampak zadnjič sem bral recimo, kdo si je mislil 10 let nazaj še, da bodo najboljše šolani nemški inženirji, ki delajo v avtomobilski industriji, si želeli delati v Zagreb. Zdaj si želijo delati v Zagreb k Rimacu. Rimac je eden najboljših recimo na tem avtomobilskem v tem segmentu v celotni Evropi. In dogaja se, da nemški inženirji hodijo zdaj v Zagreb, ne? Zato, ker imajo tam tako podjetje. Ne? In tukaj je pa dolžnost države, da poskrbi za to, da bomo imeli možnost, da se taka podjetja razvijajo in potem bodo tudi te delavci ostali tukaj. No, veš, to je pa, ja. Kako gledaš pa na ta tako
imenovan socialni turizem, ki ga v Sloveniji se veliko izkorišča. Pač pride en tujec sem delat, se z nekom zmen, da ima neko dobro plačo, par mesecev, da so te prihodki njegovi dosti veliki, da potem družino gor pripelje in ko pa družino gor pripelje, gre pa na socialno in je vse na socialni. Sem slišal en podatek, da je celo 40% takih zadev in potem izkoriščajo naše socialne transferje, mi jim šolamo otroke, tudi zdravimo in tako naprej. Mislim, se vprašam včasih, kje je Sloveniji denar za vse to. Ja, teh številk sicer točno ne poznam, ampak ja, mislim, drugače te delovne dovoljenja pač so najprej, ne vem, začasne, najprej, ne vem, 1 leto, pol 2 leti, 5 let in potem dobijo, mislim, da za stalno, ne. In verjetno, da ko enkrat imajo za stalno, potem začnejo take stvari izkoriščati, ne. Tukaj bi bilo tudi seveda treba te stvari zaostriti, ne, ker če je nekdo prišel sem zato, da bo tukaj delal, ne, pa zaradi tega, da bo dobil dovoljenje za stalno bivanje, potem pa enkrat tukaj več ne dela, ne, bi mu lahko to dovoljenje potem tudi konec koncev poteklo, pa bi se vrnil nazaj, ne. Zakaj bi on potem kar naenkrat postal naš problem, ne. Drugo je seveda, če je že vmes dobil državljanstvo, pa to, ne, ampak v teh primerih mislim, da tukaj ni tega, da so v bistvu samo ta dovoljenja. Janez Janša je napovedal, da če pride na oblast, bo ukinil financiranje nekim nevladnim organizacijam. To seveda je on jasno povedal in da pač niso to gasilci, pa Rdeč križ, pa razna dobrodelna društva. Vemo, verjeten in jaz in ti veva, kakšna organizacija je mislil, kako pa ti in vaša stranka gleda na to. Tako bom rekel, no, mislim, seveda tukaj je en kup nekih organizacij, ne, kot si že naštel, ne, gasilci, skavti, taborniki, en kup nekih nevladnih organizacij, ki so dejansko pač koristne z nekimi koristnimi nameni, ne. Potem imamo pa tukaj primere določenih organizacij, ne, ki pa ne vemo, kaj je same sebi so namen, ne. In potem imajo recimo take organizacije možnost priti na Pop TV recimo, potem enega politika napadati zaradi neke zadeve, ne vem, na podlagi kakšne podlage imajo oni to možnost mu to očitati, noben jim ne vzame besede, oni lahko tam govorijo, kar čijo, mislim, to se pa mi zdi tukaj zelo neprimerno, sploh za strani medijev, da to dopustijo, ne. Zdaj, kar se tiče tega financiranja, no, menda tukaj nekih financiranj ni kao iz državnega proračuna, vsaj tako pravijo, ne. No, ampak sej ni to sam ta organizacija, ki je cel kup, ampak se vedno une organizacije, ki je mogla tudi tu na ministrstvo vstopiti za javno upravo, ne, mislim, to pa je financirala država Slovenije. Ja, sicer mislim, da večinoma neki zneski od 300 do 500 tisoč evrov. Mislim, da večinoma gre tukaj za evropska sredstva sicer, ampak seveda določen del pa v vsakem primeru tudi premakne država, ne. Ja, in ta vlada je zdaj spremenila, ne, eno stvar, ki je prej ni bilo, da je recimo ti lahko iz dohodnine svoje nameraš 0,5% za neko organizacijo. Zdaj 1%, ne? Oziroma ali 1%. Mislim, da je Janša spremenil na 1%. No, in vmes in tisto, kar pa nobeden ni namenil, ne, je prej pač se steklo v proračun. Ta vlada je pa spremenila, da gre ta denar avtomatsko zdaj za tem nevladnim organizacijam. In ta denar, ki je bil prej v bistvu uniki ne namenjajo, ne, razumeš? Če se ti opredeliš, gre nekomu. Ja, jaz sem dal našem gasilcem. Če se pa nekdo ni odločil, je prej pač to ostalo v fursu, ne, zdaj se pa to nabira na en poseben podkonto, ne, in je to namenjeno nevladnim organizacijam, ja. Tako. In verjetno, da je Janša predvsem v mislih, da bo to stvar ukinil. Se pravi, tebi je všeč teh financiranje teh, bom rekel, malo drugačnih nevladnih organizacij, ali ti ni? Mislim, so pač, bom rekel, da določene organizacije so problematične, zato ker jim dajo mediji preveliko težo, ne, in tudi seveda pač črpajo denar za nič, za neproduktivno delo, ne. So pa določene seveda, ki pa si to financiranje zaslužijo in bi v bistvu mogli ostati, ker so produktivne. Kako pa vidiš ti, rečemo, Slovenijo čez 10 let, pa Evropo čez 10 let? To je zelo tako nehvaležno vprašanje, jaz ne zelo si predstavljati, kaj se bo zgodilo. Mislim, predvsem je odvisno od tega,
kaj bomo volili. Zdaj, in na teh volitvah, ne, do formiranja kakšne vlade bo prišlo, ne, a bomo nadaljevali to smer, ki je začrtala ta vlada, ki ne obeta nič kaj dosti dobrega, ali bomo to krivuljo obrnili pa šli nazaj v neko pravo smer. Ne. Tudi kar se tiče Evrope, ne, mislim, Evropa ni več neka svetovna velesila. Ne. Evropa zgublja na teži. Mislim, konec koncev se Amerika celo dela, Trump se celo dela norca iz Evrope v določenih izjavah, ne, pa mu to kar pustimo. Ne. Tukaj bo treba marsikaj spremeniti. Jaz seveda si želim, da se to obrne, ne, kot Slovenec in kot Evropejec. Ne. Tudi zato se nekako ukvarjam s politiko, ki bi rad prispeval svoj del temu, da grejo stvari v pravo smer. In upam, da se bo to premaknilo v pravo smer. No, pa je zdaj še malo na gospodarstvo. Kako gledate gospodarstvo? Zagovarjate višje, nižje davke? Ne, višje davke sigurno da ne. Mi smo že zdaj po davkih zelo visoki. Celo takrat, ko se je uvajal, ne, ta višji DDV, ko je šel, se je takrat govoril, da bo to začasna rešitev. Pa potem nikoli tega nismo spustili nazaj, nobena vlada ni bila sposobna tega narediti. Ne. Zato, ker je težko, ne, ko imaš enkrat zagotovljenih toliko sredstev v proračunu, pa se ti odpoveš tako velikemu delu, ne vem, 10% celotnega proračuna, ne, to zelo težko realiziraš. Ne. Ampak definitivno je treba v določenih segmentih spustiti, znižati davke, pa tako kot smo tudi že prej govorila, ne, uvesti neka spodbudna davčna okolja, ne, v določenih krajih za določene dejavnosti, ne, zato da bomo pritegnili in ljudi in gospodarstvenike, da bodo tam ostali ali pa določene dejavnosti opravljali. Ne. In to je sigurno, se pravi, v določenih segmentih je treba davkati. Mi kar malo misli bereš, ker moje naslednje vprašanje je bilo, če bi znižal DDV na 20 nazaj, ker ti si bil kriznih 2%, so dodali, ne pa nikoli znižali. Ima človek občutek, da ga bojo prej dvigali, kot znižali, ne, ampak ljudje se ne zavedajo, se jaz tako mislim, ne, nekateri ljudje zagovarjajo visoke davke, ki pravijo, vse dajmo podjetnike obdavčiti, se imajo. Samo oni se ne zavedajo, da oni potem zaradi tega tudi dražje storitve plačujejo. Če ti enega gostinca obdavčiš bolj, bo on tudi isto kavico, ki ti piješ, podražil. In tako je pri vseh zadevah. In bi kdo rekel, pa se 2% DDV-ja pozna. Pa se pozna, sigurno se pozna. Na Hrvaškem imajo celo 25% DDV. In jaz vem tam, ko en gostinc postavlja cene, si reče, vse četrtino moram državi dati, pa gre raj malo višji, ka malo nižji. Ne? In jaz sem prepričan, da visoki davki, z visokim davkom ne morejo ljudje v blaginji živeti. Ker preprosto vse rata preveč drago. Ja, mislim, ali pa Robert Golob je pred volitvami mi rekel, kaj bodo meni koristili nižji davki, razen da bom imel več denarja, pa ga bom zapravljal za neumnosti. No. Jaz mislim, da to ni tako. No. Pač, seveda, nižji davki pomenijo, da bomo plačevali manj za stvari. A ne? Čeprav v praksi pa spet vprašanje, bi to pomenilo dejansko znižanje cen, no? Ampak bi pa verjetno ublažili vsaj to podraževanje na dolgi rok, bi pa kasneje prišli recimo do nekih podražitev, ne? Ker bi bilo tukaj neke rezerve na tem davčnem računu. Ja, po mojem mnenju je potrebno davek vrniti nazaj na 20%, visokega pa nizkega na 8,5 iz 9,5, kot je bil že prej. Ne? No, to siguren ne bi bilo takoj rezultatu, to ne pomeni, da bi zdaj trgovci za 2% znižali cene svojih izdelkov, ampak ki bi neke nove cene postavljali, pa nove akcije delali, bi se pa to malo poznali, pa tako, kot si rekel, kasneje bi podražili, pa tako naprej. Ne? Tako da to ima neki vpliv. Pa pri storitvah, ki jih direktno plačujemo, recimo pač, ali pa podjetja, recimo, ne, kjer je pač določena bruto, pa neto cena bi verjetno bruto cena ostala na uni ceni, kot je bila, ne, neto cena bi bila pa dejansko potem nižja. Ja. Kaj pa podpiraš razbremenitev plač? Misliš, da so davki na plače previsoke? Ja, mislim, tukaj smo pa mi tak ena najbolj obremenjenih plač v Evropi imamo, ne. Zdaj pred kratkim so bili neki izračuni, koliko
Mislim, da se je celo Hrvaška prehitela po kupni moči. Pa po poprečni neto plači. Aha, ja. So nas zdaj prehiteli, ne? Čeprav je bruto plača pri njih nižja, ampak je pa neto tako višja, ker je tako manj, ker je tako manj obdavčena plača oziroma tako manj prispevkov. Sploh te prispevki se mi zdijo problematični pri samostojnih podjetnikih, pri malih samostojnih podjetnikih, ki ustvarjajo lahko zelo malo, recimo, ne vem, 20-30 tisoč evrov letno prometa, ne? In v bistvu dajo pol vsega skupaj, dajo pa za prispevke, ne? Lih toliko, kot da bi jih naredili 100 tisoč, recimo, ne? In tukaj je pa to narobe, ne? Tukaj se mi pa zdi, da bi bilo treba narediti neko lestvico, ki bi se stopnjevala, ne? Tudi tukaj, ki je zdaj minimalna plača se dvignila, ljudje si zaslužijo večjo plačo, se popolnoma strinjam, ampak bi šlo lahko tudi država malo podjetnikom nastrov, pa bi rekla, bomo dvignili minimalno plačo, ampak za tole pa ne bomo dodatno davkov zaračunali. Tako je pa za 70 evrov. Pa bi bili po mojem vsi zadovoljni. Ja. In podjetniki, ki bi lahko več dali svojim zaposlenim, in zaposleni, ki bi denar dobili, in država bi bila na koncu lahko vesela, ker bi imela zadovoljne državljane, ki bi tudi več denarja imeli, da ga pol tudi več zapravijo in spet se to vrača skozi davke. Ja, tukaj je pa v bistvu spet največje breme so tukaj prevzeli delodajalci, ne, ker za teh 70 evrov, ko je šla gora, ne, bodo imeli dodatnih 120 ali 170, ne vem, če to ja, ne vem, skoraj še enkrat več evrov stroška. Ne. Poleg tega se moramo mi zavedati, kaj to pomeni recimo za cene vrtcev. Ne. Cene vrtcev se usklajujejo z rastjo minimalne plače, ne, in cene vrtcev gredo, vsakič, ko gre minimalna plača gor, gredo cene vrtcev gor. Zdaj letos, ker se je to spremenilo 2-krat ali 3-krat, že ta minimalna plača, ne, so bile zmeraj podražitve. In to na koncu lahko pomeni, da v bistvu ne bo enemu človeku ostalo čist nič več denarja zaradi tega. Tako da gre za izredno populistične ukrepe, sploh pa je to nepremišljeno, da se to sprejema takole ad hoc pred volitvami. Si Hrvaško prej omenil, kako so nas prehiteli, in vidiš, jaz, ko sem rekel, da bom zdaj par podcastov posnel za politiki, sem dobil zelo veliko negativnih komentarjev, da naj se ne grem politiko, da s politiko se nas plača ukvarja, da politiko je treba pustiti pri miru, ampak jaz se s tem ne strinjam, ker politika nam kroji življenje. In vidiš, zakaj so nas Hrvatje prehiteli? Ne zato, ker bi bili oni v povprečju bolj pameten narod, kot mi, ampak po mojem zato, ker so imeli boljšo oblast. Le moraš vedeti, da Hrvatje so imeli še leta 91 so imeli, pa do 95 so imeli vojno. Veš, kaj to pomeni? Veš, koliko te to nazaj postav? Seveda, ogromno porušenih stvari, porušenih, ki jih je treba popraviti, pa pol tudi turizem. Veš, ki konc vojne ne grejo ljudje, ker na Hrvaško na morje. Zdaj, kdo bo rekel, ja, Hrvatem lahko imajo turizma tok. Ja, imajo, sem si turizem nam tudi v Sloveniji zelo dobro laufa, tako da mislim, da nismo v Sloveniji nič slabši, kar se tiče turizma. Ampak jaz mislim, da Hrvaška nekaj boljš dela, kot mi, da imajo boljš vodstvo, tako kot če v eni firmi dober direktor, je ta firma bolj uspešna, isto je pa država. In si tudi te vse države vzhodnega bloka nas počasno hitevajo, Češka, Poljska in tako naprej. Oni veliko bolj raste, tako da... Ja, jaz predvsem mislim, da znajo veliko boljš sodelovati tam politične stranke, da ni tazga velikega razkola, kot je pri nas, ne. Ko imamo v bistvu čisto vsake volitve samo Janša ali pa anti-Janša. Sam te dve izbere in v bistvu se ukvarjamo vse te razprtije v državnem zboru, samo na podlagi tega, kdo je leta 1945 zmagal drugo svetovno vojno, ker v nekem začaranem krogu se vrtimo in ne znamo iz tega ven. In samo delimo narod, namesto da bi stopili skupaj, da bi sodelovali, da bi imeli konstruktivne opozicije, ki bi znale podprti tudi dobre ukrepe te vlade, ne glede na to, katera takrat je, in predvsem gledati na dobrobit človeka, ne pa na to, kako čim bolj kregati ljudi, zato da v bistvu te skrajnosti vedno znova in znova potem pridejo v ospredje. In jaz moram iskreno povedati, da mi ta vlada ni všeč, ampak pohvalim Šuterjev zakon, to so dobro naredili.
čeprav mi ni tisto všeč, ki ga že neki umiljujejo. Pa zdaj sem slišal, da bojo tole sprejeli za prepoved pirotehnike, to se pa tudi že dolg časa zauzemam, tako da če bojo to sprejeli, tudi bom rekel, vsaka jim čas. In ja, dobre stvari je treba podpreti, pa ne glede, kdo jih spreme, tudi tiskati mogoče ni všeč. Zdaj, ko si rekel, da nas samo razdvajajo, a misliš, da obstaja kakšna možnost, da v Sloveniji pride do državljanske vojne čez 10-20 let? No, to bi bilo malo tako napovedovati, ne, pač seveda si ja, vem, ampak ne vidiš, koliko smo si na nasprotnih bregovih. Ja, res smo si. Ne, se bi se dva stepla, pa mislim, lej, še pri nas doma se skregamo fejs, ko smo na različnih bregovih. Ne. Mislim, jaz si staršem, ker mi je njihovo razmišljanje tako butasto, njim je pa moje najbrž, ne, in tako se dva najta, ja, tako ko si rekel, se stepejo najbrž. Ja, sigurno, da se, ne, saj to je, mislim, ampak politika ne bi smela tega podpihovati, mislim, to je pa narobe, da politika to razdeljenost podpihuje in če bi do česa takega hudega, Bog ne daj pršel, ne, bo sigurno imela kleda politika ogromno odgovornost, da se je kaj takega zgodilo, ne. Treba je delovati povezovalno in treba se je zavedati, da samo, če bomo sodelovali, bomo lahko dejansko stvari obrnili v pravo smer, pa šli naprej, ne. Treba je seveda spoštovati zgodovino, ampak zdaj je pa leto 2026, zdaj moramo pa gledati na prihodnost. No, to se popolnoma strinjam, ne. Kar se še gospodarstva tiče, se rečemo v vaši stranki zavedate, jaz dosti potujem in vidim, kako Azija napreduje, pa tudi ti si bil na Tajskem, pa to, če se prav spomnim, ne. A se ti ne zdi, da nas bo Azija povozila? Lej, tudi že zdaj sem bil v Čilah, lej, v Istanbulu letališče, drugi največji v Evropi. Mislim, koliko država Turčija obrne denarja, zato ker ima močnega letalskega prevoznika. Pa ta letališče, ki ga imajo še enega drugega v Istanbulu, ni samo en letališče. In mislim, jaz tudi letim narajš s Turki ali pa z Arabci, ker nisem še nikoli slišal, da bi v Dohi, Dubaju stavkali, ker ko sem šel pa enkrat v Ameriko, so pa v Frankfurtu stavkali in jaz sem brez prtljage bil v Ameriki 10 dni. Pa sem hodil vsak dan na letališče spraševati, a je prišla ali ni prišla, pa tako naprej. Mislim, Ja, dobro, zdaj, kar se tiče pač teh arabskih držav, jaz jih lik za nek vzor ne bi javil, no, vsaj kar se tiče demokracije v tega, no. Gospodarstvo pa lahko. Ampak seveda so pač imeli neko osnovo, ki so jo tam zgradili, recimo na nafti, ne, zdaj so seveda se pač preusmerjali v druge sektorje, zato ker se nekje jim je celo že zmanjkalo, recimo, ne vem, v Dubaju, ne vem, so že pred dosti leti recimo nehali črpati, pa se zdaj čez drugimi dejavnostmi ukvarjajo, ne, ampak to druge se tega zavedajo, ne, da so količine omejene, pa morajo vzpostaviti neki, pa vlagajo ta denar, ki ga je praktično neomejeno, ne, v tudi recimo v letalske družbe po drugi gospodarske dejavnosti. Zdaj, tudi jaz rad letim s Turkišem, mene tudi super prevoznik, no, zmeri zadovoljen bil, točnost, nobenih zamud, nobenih stavk. Nobene zgube prtljage, ker rečemo prek Pariza jaz nočem letati, ker tam se zmeraj zgubi prtljaga. Jaz sicer tako gledam, no, da kupujem karte, zmeraj gledam, da dobim najcenejše, pa niti ne oziram na to, ker prevoznik je, no. Če pa razlike malo, recimo, ne vem, 50 € pri karti, pa že malo gledaš preference, ne, recimo pri teh daljših letih, ne, kam bi letu, ne. Ampak, no, glede tega vprašanja, no, pač glede samega strahu, mislim, kaj nas ima biti za strah? Mi moramo kot Evropa poskrbeti, najprej kot Slovenija, potem pa tudi kot Evropa, ne, da bomo šli v koraku s časom, da bomo ustvarjali, da ne bomo spali na nekih lovorikah iz zgodovine, ne, kako je bila Evropa neka velesila, ne, vsi nas bojo pa vmes prehiteli. Mi moramo slediti tehnologijam, ne vem, zdaj veliko stvari se dogaja, ne, področje, ne vem, recimo umetne inteligence, recimo zadnjič sem spremljal, ne, je
Evropska unija sprejemala neke regulative glede uporabe ChatGPT-ja, ne. In zato pa recimo pač je nek rekija, ne, Amerika inovira, Kitajska kopira, Evropa pa regulira, ne. In če bomo mi, mislim, tukaj je kar dosti resnice v tem, ne. Če bo Evropa skozi samo nekaj regulirala, namesto pa, da bi sama dejansko tudi nekaj ustvarjala pa izdelovala, ne, nas bojo res prehiteli. No, jaz prej si ti omenil Arabce, da se ne po njih zlagal, jaz sem v bistvu, moje vprašanje je bil bolj Azice, ne. Tajska napreduje nenormalno, jaz sem bil presenečen, ko sem bil, tudi zorganizirani so, pridni, delavni, dobro, v Kitajcih, da ne govorimo, ampak ravno to, celej še avtomobilska industrija bo v Evropi propala. To je to, kar smo največ imeli, ker smo bili najbolj znani. In jaz imam občutek, da se Evropa vse preveč ukvarja z nekimi neumnostmi, z gospodarstvom pa nič. In te nas bojo sem prehiteli in bo prišel enkrat čas, ko se ne bomo imeli kaj ukvarjali, ker bomo pa mi na Kitajsko hodili, Evropejci, ne vem, delati tukaj zdaj jih nam Filipinci. Ja, zdaj, kar se tiče te avtomobilske, seveda se mene tudi to, recimo, zadnji čas opazujem dosti, ne, ta njihov napredek, pa to, kar se tiče avtov, pač še, ne vem, 2-3 leta nazaj se nam je zdelo to nekako smešno, da kupaš kitajski avto, ne, pač seveda je pojem Mercedes, Volkswagen, BMW, ne, evropski avtomobili, ne, ampak danes pač proizvajajo pa za tako nizko ceno, dejansko kvalitetne avte, ki tudi dizajnersko so že nekako prilagojeni temu evropskemu trgu, in pa tudi, kar se tiče same tehnologije, ne, recimo, pač uporabljajo, ne vem, te japonske Mitsubishijeve motorje noter, ne, res je, da nimajo dizlov, ne, da imaš samo ali bencinarje, ali pa hibride, ali pa električne. To pa se, da ne se dizel brez sveze, ker benzin je itak cenejši kot dizel, včasih smo dizel zato kupovali, ker je bil dizel cenejši, tu govorim za 20 let nazaj je bil dizel kar občutno cenejši. No, pa poraba precej manjša, ne. Pa poraba še manjša, ja. Zdaj je pa poraba res malo manjša, ampak je pa benzin dražji. Ja. Ja, pa še malo se obračajo te cene. Ja, vzdrževanje pa sigurno je pri dizlu bilo večje. Čeprav tudi zdaj so te bencinski motori so tudi turbo, ne, pa so lahko nekaki taki stroški s temi turbinami, pa temi elektori. Dobro, ni to moje področje, samo za šla. Jaz v Čilu, ko sem bil, sem najel en kitajski avto, kaj je že bilo, 2 črke so samo. To je tudi žrlo manj kot 5 litrov. In čist dober avto. Nič mu ni falilo, ne, tako da. Prej si še omenil, ne, te Arabce, da kaj si rekel, da niso demokratični ali da človekove pravice ne upoštevajo? Ja, nekako pač oboje, no, nekako bi rekel, pač, da pač ne moramo jemati kot nek vzor neke razvite družbe, ne, pač kar se tiče teh. Ne misliš, da smo pa v Evropi prišli do tega, da se pa preveč človekovim pravicam ukvarjamo. Mislim, ono skupnost, ki smo je prej omenjala, imajo preveč pravic, sigurno jih imamo mi, jih nimamo pa nič. In se sam s tem ukvarjamo in jaz mislim, da je tega preveč in preveč človekovih pravic tudi ni okej. Preveč človekovih pravic potem razni kriminalci izkoriščajo. Vse tukaj bi se jaz kar dosti strinjal s tabo. Jaz nekako predelujem kot konzervativnega liberalca, no, pač verjamem v to, da so zelo pomembne človekove pravice, ampak nekje se pa pač tudi moramo pač ustaviti. Mi smo kar dosti nekih pravic že pridobili, ne, vse so določena področja, ki jih je treba še izboljšati, ampak pri določenih zadevah gremo pa recimo v prevelike skrajnosti, bom rekel, no. Kar se tiče recimo pač, ne vem, bom rekel pa, ne bom reč rekel, da imam karkoli proti pravicam, ki jih imajo LGBTQ skupnost, ne, ampak recimo, kar se pa tiče samih oziroma teh operacij, ki se zdaj dogajajo, recimo, da si nekdo spreminja spol, pa zdaj sem bral primer, da si ga zdaj že nazaj iz unega spola, že spet nazaj v naslednjega in da to financiramo mi iz naše zdravstvene blagajne, no. To se mi zdi pa skrajno problematično. Jaz bi zdaj rekel, da bi mogla država to sprejeti. Jaz sem samski, da mi mora država punco zrihtati, če nimam. Ja, če imajo vse pravice, ne boš namen država to pravico zrihtati. Mislim, malo za hec, ampak
z nekimi subvencijami, se imaš primere, recimo Islandci dajo neke spodbude, če oženeš Islandko, ne? Tako da mogoče imaš pa kle priložnost reči Islandijo. Vidiš, mogoče pa to. Ja. Greva še malo zdravstvo. Kako vidite pa zdravstvo? Je to sploh možno še rešiti? Zelo. Oziroma prej, mislim, da ne kdo misli, da kaj čez slovensko zdravstvo govorim. Jaz vedno, kadar grem zdravniku, skoraj vedno pišem pohvale, ker sem vedno presenečen. Bolnica v Novem mestu, samo ledvični kamen, mislim, lej, kapo dol vsem zaposlenem in vse. Ja, so pa čakalne vrste, sem bil pa tudi na urgenci, pa sem 9 ur čakal, pa so pol tudi ljudje hecni, s tem derajo se na medicinske sestre, ker niso čist nič krive. Ja, ljudi je preveč, ne morajo, oni delajo, noben ni vgledal, ne, ampak to je stvar države in jaz to sploh ne vem, kako to rešiti. Pa šli še grejo medicinske sestre delati v kofer, pa v Lidl za blagajničarko, ki so več plačane. Kako bi vi to reševali? Zelo pereča tema, pač mislim, da zdaj v tom, kar se je dogajalo, zdaj v tem zadnjem mandatu, je samo še poslabšal zadeve, ne. Pač, ja, vlada je pač imela neko strategijo, da je treba ločiti javno zdravstvo od zasebnega, po mojem mnenju zgrešeno, ne? Ker dogaja se to, da zdravniki, ki so prej kombinirali delo v javnem zdravstvu, pa potem posebej pri koncesionarjih ali pa zasebnikih, zdaj odhajajo samo še zasebnikom, ker je tam plača boljša, ne? Medicinske sestre tako ali tako, ne, delajo v trgovinah, tako kot si rekel, ne, ker so tam plače boljše, boljši pogoji, lažji delovniki, ne pa nekih nočnih del, pa nadomeščanj, pa praznikov, pa vsega Boga, ne. In jaz mislim, da je treba tukaj popraviti in seveda te zakone, ki so bili sprejeti v zadnjem mandatu, kar se tiče ločevanja javnega pa zasebnega, odpraviti. Recimo, tukaj so bile res določene take neumnosti. Meni je razlagala prijateljica moja, ki je zobozdravnica v zdravstvenem domu Kranj, ne, da oni so imeli, tam je bil nek koncesionar, ki je za njih opravljal zobotehnične storitve, ne. Zdaj pa oni zaradi tega ločevanja javnega pa zasebnega ne smejo več naročevati tega pri zasebniku, ampak samo pri nekem drugem javnem zavodu, ne. In bojo zdaj to mogli naročevati v Ljubljani na stomatološki, ne. Tam je pa vemo, kakšna vrsta in kaj bo to pomenilo dejansko za bolnika, koliko se bojo te čakalne dobe, ki so že zdaj strašansko dolge, podaljšale, ne. Poleg tega, evo, jaz pri nas na Vrhniki imamo problem, da sta v konec lanskega leta odšla dve pediatrine. Ena je zdaj sicer prišla nazaj, ampak brez ene še zmeraj smo, tako da je še zmeraj je nekje več kot 1000 otrok je ostalo brez pediatra, ne. In zakaj se to dogaja? Seveda zaradi tega, kar smo prej omenili, zaradi te zakonodaje, ki se je sprejela, ki v bistvu dejansko tako poslabšuje zadevo in jaz tukaj ne vidim, no, pač, kaj so si oni sploh predstavljali in kaj so oni želeli na ta način. Ali zdravnike, ne vem, disciplinirati, ampak kako jih boš ti prisilil, da oni delajo za manjše plače, če imajo pa tam v privatnem zdravstvu boljše priložnosti. Konec koncev pa pacientu, dokler ima on stvar opravljeno, ki mu je plačala zavarovalnica, je čisto vseeno, mu je opravil koncesionar ali pa nek zdravstveni dom, ki je v lasti države, ne. Ne mu je to tako zavarovalnica pokrila. Tako da jaz mislim, da te koncesije so v redu rešitev in da tam, kjer manjka določenih zdravnikov, da je treba podeljevati koncesije privatnikom, ki so za to zainteresirani, ki velikokrat upravljajo dosti boljše storitve, hitrejše prideš na vrsto, za pacienta pa to ne predstavlja redko nobenega stroška. Zakaj pa misliš, da so ljudje tako nastrojeni proti privat zdravstvu, doskrat vpijejo, hočete privatizirati zdravstvo, on to tret. Ampak lej, jaz hodim v zobarju opatijo. Mislim, ful so pocen, plomba 53 evrov košta, ne. Pa ne hodim zato, ker so pocen, ker zgubim pa cel dan, če grem v opatijo, ne. Tako da jaz hodim tle zato, ker sem toliko zadovoljen. Glej, kaj prideš, ti kavico postrežejo, prijazni so. Mislim,
Pri nas, jaz se nisem upal po telefonu poklicati v zdravstveni dom, ker mi je ona tam rekla, ja, sej bo dober, se sploh nisem mogel naročiti, pa ne da hočem koga kritizirati. Jaz vem, da tam je noro biti medicinska sestra v enem zdravstvenem domu, kad je tudi cel kup simulantov kliče, ki bi radi samo bolniško in imaš najbrž res vsega poln. Tako da je to hudo, ampak vidiš, no, potem smo pa pri korupciji, koliko se denarja pokrade zaradi korupcije pri nabavah v tem državnem zdravstvu, ker v privatnem se to ne more, ne? Ali pa optiku, ko greš. Sem klical na javno zdravstvo, da bi šel, ko imaš pregled enkrat na 2 leti za 100, ne, je kje čakalne 6-8 mesecev čakalno. Tamle poklical privatnika, tamle optika po šaku. No, mest, ja, lahko jutra pa po jutrašnjem pridete. Pa še tiste očala, ki jih pol dobiš, jaz sem jih tudi nosil, pa sem imel pol operacijo, tiste očala, ki jih dobiš na napotnico, so, ne vem, debela stekla. To nisem na napotnico nikoli jemal. Jaz sem sam pregled hotel, tudi malo iz inata sem rekel, mislim, zakaj bi ga plačeval, če plačujem to, ne, zakaj bi zdaj plačeval, ne, in sem pol tam dobil očala, sem pa normalno kupil. Tako da jaz ne vem, zakaj so ljudje tukaj, tudi po mojem tukaj vloga zavarovalnic. Če bi mi toliko denarja zavarovalnic dali za zdravstvo, kolikor nam od plače gre, bi po mojem bili to zdravstveno zelo dobro zavarovani in kad bi ti nekaj bilo, bi ti takoj na vrsto prišel. Tak imam občutek, ne vem, ljudje se pač zelo bojijo. To zdravstvo je res eno tako občutljivo področje, ne, kjer se bojijo te privatizacije, no, tako bom rekel, no, ampak imamo recimo, ne vem, primere, ne vem, v sosednji Avstriji, ne, kjer imajo delno kombinacijo tega javnega pa zasebnega, pa stvari zelo, zelo dobro potekajo. No, jaz mislim, da je ravno to rešitev. Ja. Kombinacija. Tako, seveda, ne pa neke skrajnosti. Mora tudi javno zdravstvo biti sigurno za neke stvari dober. Veš, ljudje takoj pomislijo potem na neke skrajnosti, recimo, ki jih vidijo, ne vem, v ameriških filmih, ne, kako imaš tam potem neke vrhunske bolnice, ne, ki seveda tudi zelo drago računajo, ne, pa potem neke zelo slabe javne bolnice, ki pa v bistvu delajo na zelo slabem nivoju, ne. In tega se nekako ljudje bojijo, ne. Ampak nismo mi Amerika, mi smo pač čisto drugačna družba, ne, in če mi ohranimo neko zdravo mero javnega in pa seveda tudi javnega, se tudi koncesije, so to tudi javno zdravstvo, se jih plačujemo iz javne zdravstvene zavarovalnice, ki jo imamo, ne, bi bila to neka dobra kombinacija. Mogoče bi se dal na tem področju teh zdravstvenih zavarovanj tudi narediti, če mogoče malo več liberalizacije, da bi tukaj tudi privatnim zdravstvenim zavarovalnicam omogočili to delati, ne da imamo tukaj nek monopol za strani državne zdravstvene zavarovalnice. No, kako bi pa korupcijo rešil v zdravstvu? Tudi v zdravstvu, pa tudi drugje, marsikje je to prisotno, ne? No, tudi druge, ja. Ja. Mislim, se si prej omenil vetrnico. Ja. Ne, mislim, a je to sploh možno rešiti? Ne vem, a so treba strožje kazni, ali ne vem kaj. Mi imamo komisijo za preprečevanje korupcije, ki se predsednik vlade se pred volitvam zaveže, da če ga bodo spoznali za to, da je komisija spoznala, da je kršil integriteto, da bo odstopil. Potem se pa to zgodi dejansko, ne? Je pa rekel, da ni dobro razumel. Tako, mislim, to je, ne vem, kakšen je namen pol te komisije. Po mojem mnenju je treba dati tej komisiji bistveno večja pooblastila in da je treba te stvari, ki jih komisija za preprečevanje korupcije, to je treba depolitizirati ta organa, ne, in treba je te stvari spoštovati, ne. Vsak bi mogel imeti dolžnost, da če komisija ugotovi neke nepravilnosti, da odstopne. Ne mislim sam to, tudi oni, ki sodelujo v tej korupciji, mislim se ne vem koliko je to, 2-3 milijarde letno se me denarja zgubi, ne, in ne vem zdaj pač unga, ki se ga dobi, ga je treba zaprti, pa ne za 2 meseca, mislim.
Pa zakaj se sploh nobeden ne upa v to zdravstveno korupcijo Dregence? Spomniš, ki je bila ena ministrica, ki je takoj odstopila, ki je rekla, da so bili pritiski. To po mojem je bil ravno to. No, pa v Srbiji so Đinđića ubili, zato ker je hotel tudi mačka nereda narediti. Ne? Tako da to so točni denarji v igri nekih ljudi, ki so zelo močni in se preprosto ljudje ne upajo, ker te ljudje s svojim denarjem, svojim vezam lahko vsakmu zagrenijo življenje. Ne? Ali pa celo po življenju strežejo, ne vem, če smo že toliko deleč. Ja, mislim, predvsem je problem na področju vse te korupcije in tudi marsičesa drugega, da nihče ne prevzema nobene odgovornosti za svoje dejanja. Ne? Da vsak karkoli naredi, za to ne odgovarja, ni nekih učinkovitih organov pregona, ki bi to sploh preiskali. Če že se to potem vleče čez sodne postopke leta in leta, zastara. Ja, in ne vem, tukaj je pač potrebno te zadeve k temu pristopiti na nek način tak, da bodo te stvari dobile epilog in da bo za to nekdo odgovarjal. Ne? Da se bo potem tudi kdo dejansko bal, da lahko vsak dela čisto vse, kar hoče. Ne? Ker se mi zdi, da kot država smo res prišli do neke faze, ko ni več čist pa polnoma nobene odgovornosti do ničesar. No, sicer jaz ne pričakujem od nekoga, ki krade, da bo sprejel odgovornost, ker on krade in on bo gledal, da ga ne bo dubl. Ampak nekdo, ki ga je pa nadziral, ne? Ja, zdaj tisti, ki bo novi zdravstveni minister, bi mogel sprejeti odgovornost, da bo to zmanjšal. Tako. Čist iz koreniniti je najbolj težko na hiter, ampak da bo vse nekaj na tem naredil, ampak imam občutek, da čist nič se viš. Takrat so novinari najdeli pol cenejše tiste žilne upornice pa tako naprej. Mislim, to bi mogli vsi alarmi zvoniti, to bi mogli vse direktorje zamenjati, vsaj 10 ljudi zaprt bi bilo treba. Veš, pri marsikaterih zadevah je pri nas tako, da šele novinarji odkrijajo nepravilnosti. Ne? Recimo to preiskovalno novinarstvo. Marsikaj recimo je odkrila oddaja Tarča, potem tudi recimo jaz dosti spremljam zdaj preiskovalno.si. To tudi jaz malo, so kar korajžni. Recimo, Njih imam namen tudi v podcast povabiti, ker bo konc teh volitev, ker bi jim prav rad čestito rekel, Madonna, tu so dve ženske. Madonna sta korajžne. Ja, ker recimo ta primer, ki je bilo zapora Dobrunje, z temi odpadki, kako ste razkrinkali, ker je bila tukaj tudi cela veriga zadaj, kako so to, kar so tam izkopali, potem zakopavali po raznih gozdovih, pa ne vem, kje zemljiščih na črno, in so hodili to pospraviti, pa so za to vedeli, ljudje tudi na ministrstvu, pa če oni tega ne bi dali v javnost, ne bi to nikoli vam prišel. Ampak ne, tukaj so za res močni lobiji, tako da so korajžne ženske, vsaka jim čast. Kako pa da si za ti odločil, da greš v politiko? Jaz sem bil že od malih nog nekako pet v politiko, ker je že moj oče se je nekako ukvarjal s politiko, sicer občinski svetnik je bil, na državnem nivoju nekaj dosti. Potem sem pa jaz leta 2012, ko so se začele v Sloveniji te vse slovenske ljudske vstaje, so bile takrat množični protesti, temu pridružil. In potem tudi šel leta 2013 po koncu tega zraven v stranko Solidarnost, ki je iz tega takrat nastala. Pa iz te stranke potem ni bilo nič, ker so tukaj spet prišli zraven ljudje, ki niso imeli pravih namenov. Sem bil pa skozi na nek del opet zraven, pa sem pa leta 2018 pristopil k Zelenim. In od leta 2019 sem tam generalni sekretar, kako se ukvarjam z tem bolj organizacijskim delom stranke. Večkrat sem sicer tudi že kandidiral na lokalnih volitvah, pa nazadnje sem kandidiral tudi na državnozborskih volitvah. Zdaj sem se pa nekako odločil, da je pa cajt, da se v bistvu bolj aktivno tudi v to prvo vrsto postavim in upam, da bodo volivci to tudi prepoznali na teh volitvah. Kaj si pa drugače po poklicu? Po poklicu sem diplomant socialnega menedžmenta. Doštudiral sem lansko leto. Jaz sem se v bistvu zelo pozno lotil študirati, šele pri 30 sem šel na faks, tako da sem lansko leto sem doštudiral. Zdaj sem pa tudi vpisal podiplomski študij poslovnih ved, natančneje smer management pametnih mest. Kaj pametnih? Management pametnih mest. Kaj to pomeni? To je pa v bistvu pametno upravljanje za mesti, povezave
med senzori za kvaliteto zraka, potem podatki, da so te baze združene, da se prenašajo, da imajo vsi dostop do tega, potem upravljanje z parkirišči in take zadeve. Drugače prihajaš iz Vrhnike? Tako. Star si koliko? Star sem 34 let. 34 let. Imaš kakšne hobije? Imam 2 otroka, no, tako da pa še posel zraven, pa še politiko, ne, tako da v bistvu ne vem, če imam sploh kaj dosti časa za hobije. Ja, poleti sem rad dosti na morju, rad imam Hrvaško, res mi je všeč, kljub temu, da sem en čas potoval na druge konce sveta, se zdajle, sploh zdaj, ko imam majhne otroke, zelo rad hodim na Hrvaško, tako da že kar nekaj let zdajle nisem nekam daleč letel. No. Hodil si bolj v Azijo ali kam dalje? Ja, na Tajskem sem bil 3-krat, potem sem bil te bližnje države, sem tudi malo preletel Balkan, sem tudi cel prepotoval Evrope kar nekaj, mi pa še manjka, recimo v Ameriki še nisem bil. No. Veš, kaj se mi je zdaj gotovo, ko sem bil v Čilu, ne? Prej sem ful v Azijo hodil, ker Azija je ful enostavno za potovati, ful poceni za potovati. Ljudje so prijazni, hrana je dobra, kriminala ni, pa to. Ampak veš, kaj sem pa takoj začutil, ko sem v Čile prišel, da je čist drugačna klima. In v Čilah je bila taka klima, kot pri nas poleti ali pa na Hrvaškem. Ne? In to mi je bilo tako všeč, da ni tiste vlage, pa tega ne bi rekel. Jaz sem najbolj te vlage naveličal. Lansko leto sem bil Vietnam pa Kambodža in moram reči, da ko se je odhod do doma približeval, sem bil kar vesel, da grem, ker drugače nimam nobenega domotožja, ampak sem bil v Phnom Penhu, glavnem mestu Kambodže, tam reka Mekong čez teče, vlaga za znorti. Mene tista vlaga me obijala, če bi me takrat dal v neke hribe, normalne temperature, svež zrak, bi jaz bil kar še tam, mi ni nič falilo, ampak ne, in tukaj sem rekel, ko sem prišel v Čile, sem bil najbolj navdušen na to klimo, suha klima, sonce sije in to je to, ne, tako da. Definitivno na to-do listi, da treba iti pogledati. Drugač pa vidim, si pameten človek, kako da si se odločil, da greš v stranko zelenih, zakaj se nisi eni taki že uveljavljeni pridružil? Jaz mislim, da bi te odprtih rok sprejel, ker tlele omejen prostor, ja. Volitve. Razumem, kaj misliš. Raziskave kažejo koliko, 1%, nekaj takega. Ja, tako nekako, no, jaz mislim, da zdaj seveda po te skupni listi, da smo sposobni seveda tudi preboja v državni zbor. Seveda imamo velik problem, kako priti do medijev, ker recimo zadnjič, ko smo sklicali tiskovno konferenco o skupni listi, pa smo jo poslali vsem medijem, pa sta se odzvala samo 2 medija, no, STA pa portal od Vladimira Voduška, ki pač ponavadi prijeta na vse dogodke, no, RTV 24 ur nič, no, kljub temu, da v bistvu smo skoraj v času volilne kampanje, pa bi bilo nekako fair, da se vseh enako vredno poroča. Ne. Poleg tega imamo pa tukaj tudi javnomnenjske raziskave, kjer bi jaz rekel, da gre za nek volilni inženiring na poskus oblikovanja volje ljudi. Ne. Vemo, kaj te javnomnenjske raziskave, kaj so na zadnjih volitvah, pa recimo na zadnjih 2 referendumih, kjer je napovedoval, da bo recimo bilo 60% za, 40% proti, na koncu je bilo pa 90% proti, 10% za. Kakšne zmote so se tukaj pokazale, ne? Tako da ne vem, kdo še lahko verjame temu, ampak seveda poskušajo pa to oblikovati in to mesece pred volitvam to stopnjujejo in do določene mere jim tudi uspe zmanipulirati ljudi. Ne? Ja, to je tudi oblikovanje javnega mnenja. Oblikovanje javnega mnenja, ja. No, jaz sem se pač odločil za zelenim, v bistvu, ker smo imeli na Vrhniki tisti primer Kemisa, ki je zagoril, in je v bistvu na začetku pač moj namen samo v to lokalno politiko in se mi je zdelo, da se ta stranka nekako za stališči na tem področju dosti dobro pokriva za mojimi. No. Kasneje sem pa tam pač nekako spoznal pravo ekipo, s katero rad delam in tudi to mi je v bistvu bolj pomembno, kot pa od tega, da bi hitro nekam napredoval. Pač nisem nek politični karierist, no. Imam poskrbljeno za svojo eksistenco, ne rabim politike zato, da bi mi predstavljala kruha, ne, in da bi se mogel, in to pač, ko se nekateri selijo vsake volitve iz ene stranke v drugo,
zato ker je tam priložnost, to se mi zdi. Ne, jaz nisem mislil to, da bi se ti z Kristoljubja še eni drugi stranki preselil, ampak tudi če hočeš, če delaš za dobrobit ljudi, za dobrobit Slovenije, ne, zdaj, če bi se mogoče neki drugi stranki preselil, šel po mojem prekašnem demokratih, bi te z veseljem sprejel, ker je to novo ustanovljajoča stranka in tako naprej. Razumem, ja. Bi mogoče ti v parlament prišel in bi lahko nekaj naredil. Zdaj pa, če boste vi pred pragom parlamenta odstali, pa ne boš nič mogel narediti. Razumem, ampak kaj, tudi demokrati so zdaj spet šele nastali, ne, bi to pomenilo, da bi spet menil neko stranko zaradi nečesa, da se nekam preklopam, ne. Naš cilj je bil, seveda, marsikatero stranko smo povabili k sodelovanju, ne, da bi sodelovali, ampak da se bomo pa mi pač samo nekomu priključili, pa vse to, kar smo mi leta in leta na temu delali, tega pa tudi ne. In zato smo v bistvu najdeli skupno pot tukaj samo za to stranko generacij, kjer smo z enakovredni partnerji. Če se pa nazaj vrnem, v bistvu, kjer dve stranke sta dejansko skozi prisotne, to sta pa v bistvu samo SDS pa SD, ne, ki imata neko dolgoletno tradicijo, vse ostalo je nastalo v nekih zadnjih letih. Ne. Od teh dveh strank pa bom rekel, da Nova Slovenija ima tudi še neko tradicijo. Tudi ima, no, ampak še zmeraj je bilo prej to nekoč SKD, pa so se potem združili z ljudsko stranko, pa je potem spet nastala nova stranka, pa zdaj grejo te volitve spet skupaj, ne, z ljudsko stranko spet kandidirajo, no, bom rekel, no, ampak ja, pač res dve, da sta čisto samo od začetka zgolj sta pa SD pa SDS, od teh dveh strank pa nobena ne deli, z nobeno ne delim nekih pogledov, ne, da bi se tja lahko preključil. Ja, kako pa je, kakšna je pa vaša volilna kampanja? Omenil si, težko pride do medijev, verjamem, da je res težko prideti. Zdaj, gledal sem, nekaj objavljate na Facebooku, ampak nekega velikega dosega nimate, ker tudi zdaj, če hočeš imeti velik doseg na socialnih omrežjih, ne, rečemo Zmago Jelinčič, malo visokega, ker ima neke take izjave. Tako je. Ne, vi ne delate na tem in kako zdaj sploh prideti, ne, poleg tega tudi Facebook in YouTube in mislim, mogoče TikTok dovoljuje, mislim, ne dovoljuje Facebook, pa YouTube, pa Instagram ne dovoljuje plačanih oglasov, kar je povezano z volitvam, ne. Kako vi sploh, mislim, kako ste se tega lotili, imate kakšen plan, ker je kar težko delo, no, če mene vprašaš. Sigurno, ja, mi smo seveda prej dosti delali to prejšnje volitve, to kampanjo preko socialnih omrežij, ko je bila še možna, ne. Zdaj seveda več ni, ne, ker zaradi sprememb evropski zakonodaji se je družba Meta takrat odločila, da tega ne bo dovolila, ne. Tako da to je težko. Ja, tukaj na socialnih mrežjih pridejo zmeri v ospredje neke skrajnosti, pač nekdo, ki ima neka skrajna stališča in to potem te algoritmi porivajo naprej in oni imajo ponovadi večje dosege in ne vem, pri nas je par takih politikov, ne, samo ki to imajo, ne. Z obeh spektrov družbe. Zoran Stevanović ima tu zelo dober doseg. Zoran Stevanović ga ima, potem ga ima mogoče Alen Koman, potem ga ima... Alen Koman, ga ima, samo oni imajo kar težave, tudi ne more niti tistih podpisov do zbora. Ja, se vem, potem z drugega spektra pa mogoče Miha Kordiša, ne, ima tudi kar nekaj dosega. On ima tudi, če tako gledamo, ne. Ne, mi imamo pač veliko prednost, da smo pač tradicionalne stranke, da imamo 120 lokalnih odborov, tako da imamo kar ogromen teren in mi bomo delali na terenu dogodke za ljudmi. Seveda pa nekaj tudi tradicionalne kampanje za plakati, ki se grejo vse stranke, ne. In pa seveda tudi na socialnih omrežjih bomo zdaj v teh zadnjih tednih pred volitvami bomo dvignili našo pojavnost z temi video vsebinami, članki in tako naprej. Bi mogoče za konec še kaj dodal, je kaj tazga, bi rad povedal, pa te nisem vprašal? Ne, jaz mislim, da so kar dosti tem obdelala, bilo mi je prijetno, bilo mi je zanimiv pogovor, tako da se veselim, če bom imel še kdaj možnost priti do tebe, pa še kaj spregovoriti s tabo. Tako da, hvala ti. Ja, no, hvala tudi tebi, ki si prišel, si dober sogovornik, kakor sem rekel. Pametna oseba in lej, vam želim
uspeh na volitvah, da bi prišli v parlament. Tako da, ja, če bo kaj novega zanimivega, se pa jav, pa se bo seveda zmenila. Ne? Tako da hvala tudi tebi. Hvala tudi vam, dragi gledalci, ki ste gledali do konca. Všečkajte, napišite kakšen komentar, naročite se na YouTube kanal, pa se vidimo v naslednji oddaji. Adijo. Ja.